Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Jurij Hostnik, trener v NK Bravo. Z licenco ali izobrazbo usposobljenostjo trener pro, magister kineziologije, nekdo, ki je o trenerskem delu začel razmišljati še kot najstnik in še veliko več. A je tako res, Jurij? Pozdravljen. Res, dober dan vsem skupaj, res je, ja. Kako to, da si kot najstnik začel razmišljati o trenerskem delu? Ja, jaz sem bil star 15 let, ko so mi zdravniki odkrili srčno napako in takrat so mi že dali vedeti, da bo moja igralska pot najbrž zaključena, tako da sem v tistem trenutku že se odločil, da jaz želim v nogometu ostati in nekako sprejel tudi odločitev, da bom trener in od tistega dneva naprej delal vse, da bi bil profesionalni nogometni trener. Ok, odlično. Ni odlično, da si imel tako diagnozo, ampak zanimivo, da si tako hiter se pač odločil, da je to, da nisi še iskal drugih poti. Okay. Danes mi sigurno ni žal, no. Je to res lep poklicno, je težko bi našel lepši poklicno. Ok, bomo o tem malo kasneje. Jaz bi še seveda pozdravil vse poslušalce. Ponovno vabljeni, normalno, da nas sledite, delite, všečkate, počasi, mislim, da se povečujemo. Prepričan sem, da so oddaje zelo zanimive, gosti, zelo kvalitetni, tako da nas najdete normalno na YouTube kanalu ali pa na vseh ostalih pretočnih vsebinah, tako da od Instagrama, YouTubea, potem pač Deezer, Google Cast, Apple Podcast, Spotify, se pravi kjerkoli pa že. Pobrskajte tudi za kako oddajo za nazaj, zagotovo ne bo žal zelo veliko zanimivih gostov, ki so ali pa sem prepričan, da še bodo spreminjali ali pa razvijali nogomet tudi v bodoče, pa seveda tudi na našo spletno stran www.centraogol.com, kjer pa poskušamo oddajo še predstaviti nekoliko drugače. Ok, Jurij, mi dva gremo v oddajo. Se pravi, zelo hitro si se odločil za trenerski del, želel si biti v športu, pa rekel si, da je to zelo, zelo lep poklic. Povej, zakaj? Ja, zato, ker praktično nimam občutka, da hodim v službo. Moje življenje je trenerstvo, od jutra do večera se jaz lahko ukvarjam samo s svojo ekipo, in to niti v enem trenutku nimam občutka, da mi je karkoli težko v tem. Vsak dan delam za te otroke ali pa te igralce, ki jih imam, vsak dan se trudim, da bodo boljši, da bodo v čim več kot ali celostno kot nogometaši, kot ljudje napredovali ali pa sam v določenih aspektih čisto individualno, vsak posameznik oziroma kot ekipa in potem te vsakič znova vleče še tekma. Jaz vem, da so stari 15, 13, 10 let, sam na koncu vse skupaj igra. In ker je to igra, ker na koncu vse tekmuje, lahko si zatiskamo oči, da ni pomemben rezultat. Na koncu otroci štejejo, profesionalci štejejo, trenerji štejemo, na koncu v soboto vsak želi zmagati. Pa si lahko zatiskamo oči ali ne, lahko se delamo, da rezultat ni pomemben. Na koncu otrok, če bo izgubil v soboto tekmo, bo imel slab dan. Trener pa verjetno podobno. Tako da že zaradi tega, ker te ves čas nekaj vleče, ker nimaš občutka sploh, da delaš, ampak imaš samo občutek, da si v tem, da je to res eno takšno veselje, sem prepričan, da je to potem en takšen poklic, ki sploh v bistvu ni poklic, je bolj poklicanost, je poslanstvo, pa dejansko potem vsakič, ko vidiš svoje rezultate, ko vidiš, da si prispeval k razvoju posameznika, da je danes uspešen nogometaš, da je dosegal nek nivo mlajše reprezentance, članske reprezentance in da si ti nek svoj delež prispeval ali samo kot član kluba, kjer vsi delujemo, ali pa tudi kot trener neposredno z igralcem, je to verjetno tisti najboljši rezultat. Vsaj meni osebno. Na koncu, ko pogledam vsak mesec, vsake pol leta, ko nek igralec naredi prestop v tujino, ko dobil poklic v reprezentanco, igralec, ki še mesece nazaj ni veljal niti mogoče za perspektivnega, pa je danes stopnico više, to je tisto, jaz mislim, kar je največ.
Pozabil sem v napovedniku povedati, ti si zadnji prvak U15, se pravi sezone 21-22, ne? Ja. Ampak ko si omenil zdaj to, ne, vsi za vikend radi zmagujemo, to absolutno drži. Je pa vseeno pri vas neka predstavitev mogoče kluba kot takega v NK Bravo, da prioriteta bo prvo, se pravi, vzgajati pa pripraviti igralca za kasneje, ob tem absolutno se pa tudi tekmuje. Zdaj, U15 Bravo, mislim, da je tudi ene 5 sezon nazaj bil prvak, ne. Tako da tudi kadeti, mladinci so redno, bomo rekli, večinokrat v teh zgornjih 5 pozicijah, ne. Zdaj ne vem, nisem gledal, kolikokrat so bili prvaki ali pa ne, ampak večinoma so tu zelo, zelo visoko gor. Kar pomeni, verjetno v razvoju gre to nekje eno z drugim. A si ti rečemo lani, ko si pač začel z ekipo trenirati, kakšne ste imeli generalno cilje, rečemo, sploh nastavljene? Ja, jaz sem zdaj 6. sezono trener v 15 v nogometnem klubu Bravo in nikoli do zdaj se nismo niti pogovarjali o tem, da pa moramo biti med 3, pa prvi, pa nikoli se nismo niti v nobenem primeru se nismo o tem pogovarjali. Zavedali smo se, da imamo v vsaki sezoni dovolj kvalitete, da če gre kaj narobe ali pa ne gre narobe, da gre vse super, da imaš vedno ekipo, ki bo na prvenstveni lestvici nekje od 1 do 5 do 6, odvisno včasih od generacije, včasih je fizično malo močnejša generacija, včasih šibkejša, pa je mogoče tehnično celo boljša, pa to ne bo pomenilo, da zdaj kot trenerji oziroma da bojo v klubu name gledali kot manj uspešnega, bolj uspešnega. Edino merilo dejansko zame kot trenerja v 15 je, ali bodo te fantje sposobni čez leto oziroma pogosto celo čez 2 leti igrati konkretno pomembno vlogo v kadetskem nogometu. Se pravi, koliko teh fantov pride potem ta korak naprej. Se pravi, edino merilo je to, ali smo jih naučili dovolj, ali imamo selekcije oziroma ekipe dovolj poselekcionirane, dovolj kvalitetne, da jim lahko mi trenerji z našim delom dodamo še tisto nekaj, da pridejo potem v kadetsko ekipo, v reprezentanci in mogoče tudi kasneje v člansko ekipo in mogoče kot zanimivi za tujino, s čimer pa ne samo koristimo klubu, sem prepričan, da tudi slovenski reprezentanci pa predvsem poskušamo izpolnjevati sanje tem našim mladim perspektivnim nogometašem. Ja, pač poskušate dvigovati kvaliteto, pač konkurenčnost in vse ostalo. Ampak jaz bi zdaj vsem se šel nazaj v tvoje začetke. Pravi, rekel si 15 let, dobiš diagnozo, ne moreš več tekmovati. Kako si naredil načrt, ker sem prepričan, da si naredil načrt, kako boš ti prišel do trenerja, glede na to, da ti z tako srčno napako tudi potem na fakulteto za šport nisi mogel iti, ne? Ja, zdaj moja prva ideja je bila, da res vse posvetim temu, da poskušam čim več vzeti od vseh trenerjev. Recimo, jaz sem še naprej v srednji šoli, v šolski nogometni ekipi sodeloval, ker so mi še vedno priporočali nek rekreativni nivo, samo ne profesionalni. In v tej ekipi je bil trener Marjan Dermastja, jaz mislim, da kar legenda trenerstva, predvsem v Ljubljani na področju dela z mlajšimi. Pa sem že takrat, se spomnim, star sem bil 15-16 let, sem imel svoj dnevnik, si vpisoval vse vaje, ki smo jih potem na tistih krožkih izvajali, njega spraševal. Mogoče res ena ključna stvar, vedno nas je usmeril, ker je že takrat tudi on vedel, da želim biti trener, pa je potem tudi meni vedno razlagal, kako pomembno je, da se pogovarjamo oziroma da se trenerji pogovarjamo o osnovah, ker mi lahko zapletemo nogometni trening, tekme, ideje naše v igri, tako jih lahko zapletemo, na koncu pa igralci ne znajo štopati žoge, ne znajo pravilno podati žogo, oziroma niti ne želim govoriti pravilno podati, ampak bi želel govoriti uspešno, učinkovito podati, da je podaja čvrsta, da je na pravo nogo, da se o teh stvarih pogovarjamo, da enkrat dosežemo osnove. In moja pot je potem šla v tej smeri. Osnove vzeti od vsakega trenerja, ki sem ga od tistega trenutka naprej spoznal, čim več, kar se je dalo v tistem trenutku, in potem
ko je enkrat napočil čas tudi na področju izobraževanja, jaz sem se takoj, ko je bilo možno, še na gimnaziji, ko sem bil vpisal tudi na šolanje za trenerje, takrat prvo licenco sem opravil, mislim, da takoj po 18. rojstnem dnevu, licenco C, oziroma sem pridobil izobrazbo C in potem vsako leto naprej, čim prej, kar je šlo. Jaz sem bil prepričan, potem moj načrt je bil takšen, ne. Nisem želel na fakulteto za šport, ker sem bil prepričan, takrat je bilo kakšno takšno razumevanje, če greš na fakulteto za šport, si potem učitelj telovadbe, ne. Zdaj, moje izkušnje z učitelji telovadbe so bile, da niso bili preveč potem aktivni v trenerstvu, oziroma je bila to njihova služba, tam so se fajn imeli, izvolite žogo, igrajte, popoldne še en krožek. Niti nisem želel, da je to moja služba, da jaz dopoldne delam kot učitelj telovadbe. Zato sem se takrat odločil, v redu, nekaj grem študirati, ne želim zapraviti tega časa in sem se odločil za jezikoslovje. Jeziki sem vedel, da mi bodo vedno prav prišli. Moja ideja, moje sanje, takrat sem bil star 15, 16, 17 let, so bile, da bom trener Real Madrida, zato sem se tudi odločil za študij hispanistike, tako da zdaj tekoče govorim špansko in še kakšen jezik. Veš, če govoriš francosko, lahko z Elznerjem komuniciramo. Francosko pa žal ne. On rabi Slovenca. Mislim, da Elzner tudi govori špansko. Ne, on pravi, da rabi trenutno, on bi imel kajega Slovenca, ampak noben ne govori tako, če francosko v Franciji, pa ne moreš delati, če ne govoriš francosko, ne. Ja, ne, to žal ne. Evo, mogoče naslednji jezik. No, vidiš, da se prepraviš, ne. Bi z veseljem, ja. No, v glavnem, jaz sem takrat se odločil, v redu, vse šolanje, jaz sem trener, lahko da delam šolanje na nogometni zvezi, pridobivam izobrazbo trenersko, CBA Pro in sem bil prepričan, da lahko na ta način. Potem sem pa skozi čas poznaval, da to ni dovolj, da ni dovolj, da jaz dobim samo metodo, kako naj učim, ampak sem želel poznati tudi ozadje te metode, kako učiti otroke, zakaj je ena stvar bolj učinkovita, zakaj je nek učni proces boljši od drugega, zakaj je neka metoda recimo treniranja v smislu kondicijske priprave sploh uspešna, zakaj druga ni, kakšen čas regeneracije, zakaj, vedno mi je ta zakaj. Karkoli mi kdo da informacijo, mogoče v enem tistem prvem obdobju sem vse sprejemal, vse vzel za sveto, recimo še posebej, ko sem bil na šolanjih CB, se mi je vse zdelo, ok, super, zdaj to vem, ampak potem v enem trenutku se mi pa začel, namesto da sem imel vedno bolj zapakiran, se mi je vedno več začel odpirati. Zakaj to, zakaj ono? In takrat sem se potem odločil, da v bistvu bil prvi stik z Radom Pišotom, mislim, da na šolanju za licenco A. On mi je dal, malo bolj mi je odprl, da ni vse tako enoznačno, da odgovori, ki jih dobivamo, niso vsi vedno 100%, da so zadeve precej bolj kompleksne. Takrat sem se odločil, da vpišem še magisterij iz aplikativne kineziologije, ki je bil takrat v Kopru. In danes sem prepričan, da je bila to prava odločitev, ker tam sem pa potem dobil res tisti predmetnik, je bil za trenerski poklic, za moj občutek idealen, ker smo imeli predmete od regeneracijskih tehnik do psihologije v športu, do zmožnosti recimo mej anaerobne in aerobne vadbe, praktično vse področje osnove športnega treniranja, vsa področja, gibalno učenje, res vse, kar kot trener in mlajših in starejših potrebuješ, sem zdaj tam dobil še neko teoretično ozadje, da danes lahko, bom rekel, včasih več improviziram. Se pravi, nič ni bilo, prej sem jaz dobil metode na šolanjih, pa sem po teh metodah delal. Danes pa se mi zdi, da bolj razumem ozadje, pa lahko včasih kakšno stvar sam sestavim, pa čeprav je še nikjer prej nisem videl, ali pa kakšno stvar, ki sem jo prej videl, lažje osmislim, zakaj je bila smiselna. Ker prej jaz se spomnim prvih korakov, nekaj sem zvedel na šolanju, potem pa sem videl, kako dela kdo drug, pa sem rekel, ja, to je narobe, ne? Sam ni narobe. Včasih je lahko, ima vsak svoj prav. In sem prepričan, da je, jaz še danes to verjamem, da če gremo v smer, da vsak vzame nekaj za sveto in potem hodi in gleda, ta narobe dela, ta prav, da na ta način težko napredujemo. In mogoče je tudi to eden od razlogov, da smo, kjer smo. Sej, če pogledamo tako, je zelo zanimivo. Ne vem, Španci še 5 let nazaj niso vedeli, skoraj malo karikiram, kaj je fitness, dočim na drugi strani so Angleži, ne vem, Nemci, Francozi, brez tega praktično niso več funkcionirali.
pa so bili mogoče Španci v danem momentu najboljši. Ne? Tako da res je zelo veliko poti je, ko pogledaš, kaj je vse možno. Ne? Ampak rečemo, kaj te je pa najbolj fasciniralo na samem šolanju? Kaj te je najbolj pritegnalo v danem momentu? Ker ko mi to govorimo, rečemo, če da razdelimo nogomet na neko kondicijsko pripravo, tehniko in taktiko, verjetno v tem obdobju si se ti več ali manj ukvarjal z razvojem ali določenih motoričnih sposobnosti ali pa telesa kot takega. Ne? Verjetno ste imeli veliko več poudarka na tem. Ampak tudi znotraj tega verjetno je bilo nekaj, kar te je bolj pritegnalo. Zdaj v tistem prvem obdobju še vedno, ne, pogosto sprejemaš vse, kar dobiš, sprejmeš, sploh če dobivaš to od avtoritet, sprejemaš to kot za sveto. Zdaj, moje glavno sporočilo oziroma največ, kar sem jaz v tistem trenutku iz magisterija vzel, je bilo to, da referenca ni, da zdaj meni reče Igor Fenko in jaz rečem, ja, tako je, ker je Igor Fenko to rekel, ali pa je Luka Elsner tako rekel, pa Zdenko Verdenik, ampak da probam vedno iskati potrditev, ali če gre zdaj za področje kondicijske priprave v raziskavah, v znanosti, če pa gre za področje, ne vem, tehnike, taktike, spet na igrišču, na tekmah, ali pa ne vem, znotraj statistike tekme, kaj je bolj uspešno, nekdo je postavil glede na igralce, ki jih je imel nek sistem. Zdaj, če mi po eni tekmi naredimo zaključek, ja, na treningu smo to delali, zdaj se pa je šlo, ne, pa smo zmagali, ja, super, ja, pa moramo tako, ja, ni res. Poglejmo serijo tekem, pa se o tem pogovarjamo, ne. Ali pa vedno, sploh v današnjem svetu, se da skozi številke marsikaj prikazati oziroma marsikaj usmisliti, ali pa uvreči tudi kakšno tezo, ki je nekdo mogoče nam kdaj prodal za 100%, pa je včasih potem skozi številke vidno, da sploh ne drži. Daleč pa od tega, da bi jaz zdaj v številkah iskal smisel nogometa. Nasprotno, mogoče samo včasih za pokazati komu, da mogoče pa nima prav, vse ne, da ima nujno narobe, ampak da mogoče nima prav, da ni jaz res probam izhajati iz tega, da ima lahko vsak na nek način svoj prav in da praktično tudi to, ne, da od vsakega trenerja se lahko nekaj naučimo. Jaz res poskušam, pa grem lahko gledati trenerje, ki v enem trenutku mislim, da mogoče ne delajo na takšen način, kot bi jaz v tistem trenutku, pa probam mogoče kakšno stvar vseeno od njih izvleči, nekaj potegniti, oceniti, zakaj nekaj ni v tistem trenutku dobro funkcioniralo. Kakšno stvar je pa mogoče on dobro naredil, ali pa saj jaz ocenim, da je dobro, pa jo vzamem od njega. Tu imam tako dosti standardno vprašanje, ne, ko se pogovarjamo o teh naših učiteljih. Kateri so ti tvoji velikani, ki si se rečemo vseeno malo bolj naslonil na njihovo znanje ali pa pridobival znanje od njih? Zadnji vidim, da imaš od Fergusona knjigo, ne? Ja, zdaj, ne, kar se tujine tiče, jaz mislim, da so vsi na tako visokem nivoju ali pa večina teh trenerjev na tako visokem nivoju, da lahko sam sprejemam, pa gledam, pa z odprtimi očmi poslušam, opazujem. Zdaj moram reči, da v Sloveniji podobna zgodba, da bi zdaj se samo na enega, dva oprl, jaz mislim, da res čisto od vsakega, recimo v tistih začetkih, ko sem jaz bil na Interbloku, mislim, da mi je Iztok Kavčič lahko veliko dal, že sam z opazovanjem, kaj je on ustvarjal v tistem času, kasneje tudi Dejan Kopasič, praktično z vsakim, s katerim sem sodeloval, da sem ga res uspel od blizu spoznati, tudi kasneje, ko sem v Kopru deloval, pa sem deloval z Španci, se pravi Luis Aragoni, ki je bil prej v Barceloni, Ricardo da Silva, ki je še danes trener v Valenciji, bil v Real Madridu. Od obeh, recimo spet, z vsakim, ki sem ga uspel malo bliže spoznati, sem lahko res ogromno dobil. No. Ker če je bil na nekem takšnem nivoju, je bil z razlogom. Redko kakšen trener, ki sem ga jaz spoznal, ni bil, pa recimo Oliver Bogatino, spet ena takšna ikona oziroma nekdo, ki ti lahko ogromno da. Zdaj, trenerji, ki jih pa od blizu nisem uspel spoznati, sem mogoče lahko kaj dobil od njih oziroma lahko tudi ogromno, pa se v tistem trenutku nisem niti zavedal. Največ pa od teh, pa Agron Šalja, recimo, ko je bil tudi še on vodja šole na Interbloku, to je res trenerski biser, sem prepričan. Že v tistem času sem to spoznaval, mogoče niti nisem znal v takšni meri ceniti, da bi še več poskušal vzeti od njega, ampak praktično vsi trenerji, ali pa Dušan Kosič v končni fazi.
Vsi te trenerji, ki danes izstopajo, jaz mislim, da so tam z razlogom in jaz mislim, da se lahko od vseh teh ogromno tudi naučimo. Pa recimo v zadnjem obdobju sem prepričan, da Dejan Grabič, Aleš Arnold, tudi Darko Milanič, Ante Šimunža, ne, sem prepričan, da so z razlogom tam, kjer so. Tako da ti imaš tudi cilj enkrat priti do sem. Zdaj si že praviš, da že 5 let, pri U15, imaš tu pol ambicije, tudi počasih kaj naprej, da malo Močnika spomnimo, da ne pozabi, da moraš napredovati tudi kaj. Ja, sigurno imam ambicije za tudi članski nogomet. Zdaj pa iskreno bomo videli, kako bo življenjska pot. Ko bo čas za to. Ko bo čas za to. Tako. Ok, da zdaj rečemo, da gremo iz tega študijskega dela, pa gremo v konkretno, se pravi, delo na igrišču. Pa jaz se te spomnim še takrat, da ne bomo v katerem obdobju je bilo, ampak na enem tem licenčnem seminarju si tako lepo postregel nam s podatki. En glavnih problemov je bil, koliko so igralci aktivni na igrišču. Zdaj ne vem, je bila selekcija U11, mislim, da je bilo tu nekje, ne? 10. U10, ne? In si se postregel s podatkom, da so otroci bili aktivni 8 minut od ure pa pol, vse ostalo so sedeli ali pa stali. Kolikrat si ti opazil, rečemo, ta trend, da trenerji preveč govorimo na igriščih? Zdaj, jaz tukaj ne bi šel neposredno v to, koliko časa so aktivni, mogoče bolj v samo organizacijo. Se pravi, ne, a smo mi zdaj bili 1 uro aktivni, pol ure, a smo tekli, a nismo tekli. Prvič vsebina, meni osebno je to na prvem mestu vsebina, ampak da mi to vsebino uspemo dati na način, da oni lahko to pol tudi probajo. Se pravi, ne, da jih mi damo v kolono 20 in to se res pogosto dogaja. Zdaj, včasih imam jaz občutek, delam tu v Bravo, pa tudi te okoliški klubi, jaz sem prepričan, da se kvaliteta dela res dviguje v Sloveniji. Jaz sem prepričan. Je pa res, da še vedno prideš okrog, včasih tudi kakšen uspešnejši klub, pa vidiš trenerja, ki se ni pripravil, pa je lahko super vajo sestavil. Sam jo ni dovolj dodelal, ni dovolj premislil, ker mogoče ni imel časa, da bi jo, in potem ni stekla vaja. In ker ni stekla, je ves čas ustavljal, prekinil, včasih bi bilo samo boljš spustih, da imajo oni sploh ponovitev. Da nismo mi tisti, ki skozi ustavljamo, a pa včasih nas igralci čakajo, da nekaj pripravimo, kar bi lahko že pred treningom. Se pravi, to je čisto neka organizacija dela, nekaj, o čemer se moramo mi pogovarjati, preden sploh začnemo, katera metoda je boljša, zakaj ta metoda, kjer sistem bi bil boljši za te igralce, določena gibanja znotraj, ne vem, odkrivanja, kako odkriti se, zakaj se odkriti, ne. Najprej jim pustimo sploh, da probajo, da naredijo določene ponovitve, da naredijo sploh napake. Dovoljmo jim, da naredijo napake, ne. Ker če prije igralec res iz treninga, jaz se spomnim, mislim, da sem eno uro sem meril, ne, pa so bili res pogoji idealni v tistem času. Celo igrišče, neka takšna manjša umetna trava za igralce U10, 2 trenerja. Sam sta prišla na igrišče z zamudo, najprej so 10 minut zamudili, potem so otroci sedeli pa čakali, da sta onedva pripravila vaje, ki bi jih lahko že prej, ker se je trening začel ob 4, predtem ni bilo igrišče zasedeno. Se pravi, takšne stvari, najprej to mora biti urejeno v nulo. Ko je to urejeno, pa ne zdaj spet, ne želim, da je to glavni naš poudarek. Sam to je res minimalni standard, ne. To je res tisto, ne moramo mi dovoliti, da so danes otroci 20 v koloni, pa jim lahko trener vrhunski, pa jim pol da res pravo informacijo, kako mora žogo udariti, pa zakaj se mora tako odkriti. Ja, sam, če se cel trening, da je igralec prišel 5krat na vrsto za šut na golje, pa to pa je katastrofa. To pa je tisto, kar moramo najprej urediti, pa gremo še v ostale detajle. In danes, ko to opažam, če se bomo pogovarjali s članskimi trenerji, ja, tam je verjetno res mogoče kakšno ponovitev manj, ali pa 100 ponovitev manj, pa tistih 5 dobrih. Sam, ko se pa pogovarjamo o otrocih, 10 let starih, 13, 14, ali pa 9, 8, 7, ja, njim pa moramo dati prvič, da sproščeno izvajo stvari, pa tudi če narobe, in drugič, in sam znotraj tega jih popravljati, ne, in drugič, da jim damo dovolj ponovitev, ne, da sploh lahko nekaj usvojijo. Zdaj ne bi šel v to, ko vedno pridemo, ja, 10,000 ponovitev, sploh ne gre za to, koliko ponovitev. Gre sem za to, da jim moramo pustiti, pa nisem zdaj prepričan, da je to edino prav, ampak prepričan sem pa, da če pride otrok domov, pa je bil 7 minut v 1 uri, sploh v neki normalni aktivnosti, ja, pa nekaj nismo v redu naredili. Ja, ampak jaz, ko to govoriš, ne, jaz pa se vsem
verjamem, da teh 10.000 ponovitev je pomembnih, in da je treba organizirati vadbo na takšen način, da bo on lahko čim večkrat ponovil. Ker to, kar zato praviš ti, 20 v koloni, ne. Saj tudi, če imam jaz kvadrat, pa jih imam 20 v kvadratu, bo to zelo počasi teklo, ne. Bolj, če jih imam 6 noter, pa 2 žoge, pa bo veliko več stvari, veliko več ponovitev bo, večkrat se bo dotaknil spet žoge, da bomo potem lahko naredili korak naprej, recimo, pač temu to. Ampak mi je pa zanimivo, ko si rekel, ne, sta zamudila, ampak odnos do terena je pa, mislim, da ključen se pravi, štartal ne bi se s trenerjem, pa potem nadaljeval z igralci, se pravi, da se jim da sporočilo, koliko je potrebno pač igrišče, pa delo na igrišču nekje spoštovati, ne. Ampak, ko govorimo zdaj, ne vem, o teh najmlajših, imamo zdaj mi, jaz rad malo tako diskutiram, ne. Ti, da te prvo tako vprašam, ti selekcije U9 si treniral, si bil prisoten, 11, Vse selekcije sem. se pravi, tako da ti poznaš, mislim, si šel vse to čez in 9 si treniral tudi, ko se je igralo 4-4, ker to se je zdaj v zadnjih, ne, koliko 6 let, 7 let. Ne, to pa ne. A to pa ni? Spremljam pa, jaz sem zdaj tudi zadnja leta vodja mlajših selekcij in spremljam tudi to, tudi sem kdaj na teh turnirčkih, tako da spremljam in poznam dobro. Ok, kak ste se vi, rečemo, ali pa kakva je tvoja ideja, da tako rečem, da ne bomo še druge zraven, v tem nekem progresiji, ko govorimo od igre 4-4, 9-letnikov, pa do, rečemo, do tega zdaj, ko prijemo na velik nogomet, ne, se pravi, 15-ka začne igrati, je prva selekcija, ki igra 11-11, ne, koliko imaš ti idejo, rečemo, same te progresije, da se razvija, ne vem, skozi te 3 stvari, se pravi, ko gremo na eni strani, kako motorično razvijati igralca, na drugi strani tehnično, pa na tretji strani tudi taktično. Zdaj, najprej moji občutki, pa ne trdim, da so nujno pravilni, so sigurno... To se ves čas, te občutki, da ti kot starejši kolega, pojem se skozi menjajo, ne. Ja, v glavnem, moj občutek je, da smo naredili res veliko pomembno stvar, da smo mi nogomet za U9, U8, U7 zmanjšali na 4-4. Prvič smo s tem dosegli, da imajo več dotikov, več duelov, več driblingov, več šutov, manj otrok je na eno žogo, bliže je gol, lažje udarijo na gol. V glavnem, dosegli smo, da je nekih teh pomembnih dogodkov, ki jih tudi nogomet ponuja, bistveno več. In otrok, praktično po teh turnirčkih, ko pridejo otroci domov, če ni skoraj vsak ali pa vsak igral za vsaj enega gola, mislim, da ga da. V tistem dnevu praktično vsak da vsaj en gol. In je to, jaz mislim, da velik korak naprej. Zdaj, kako je pa to sprejeto? Jaz mislim, da pri večini, pa pri velikem deležu je to pozitivno sprejeto. Vem pa, do česa prehaja, ne? Prehaja pa do tega, da ali trenerji, starši, včasih tudi klubi tega ne spoštujejo. Da rečejo, ne, mi pa ne bomo igrati 4-4, to je brez veze, ne? In se dogovarjajo potem veliki klubi med sabo, pa igrajo že, ne vem, U9, pa U8, pa U7, pa igrajo zdaj oni 7-7, ker je to boljše, da bojo lažje potem se navadili, ne? Spet, vse ima lahko določene prednosti. To, da res se bojo prej navadili, ne? Ker potem pri U10 že igrajo čez polovico igrišča. Res se bojo hitreje navadili in z tega vidika jim dam jaz prav. Je pa res, da bojo potem spet namesto 4 na eno žogo, bo zdaj 7 fantov na eno žogo. Igrišče je toliko večje, da bojo na gol streljali samo napadalci, ne več branilci, ne? Se pravi, na ta način, moj občutek je, da tukaj gremo mogoče prehitro, oziroma mogoče bi šli lahko bolj počasi, se pravi, da gremo U10, U11, gremo pa zdaj 5-5, pa ne zdaj na polovico igrišča, ampak na tretjino, pa četrtino velikega igrišča, ne? Se pravi, ta prehod počasnejši, ker jaz imam potem občutek, še ko pridemo, ena pomembna stvar je, recimo, ko so uvedli potem 8+1, ne? Mogoče, ja, U12, U13 potem igra 8+1, samo U12, 5 so stari 11 let. Mi prilagajamo neke stvari za to, da bojo lahko prej. Sam mi ne moramo prehitevati biologije. Mi tega enostavno ne moramo prehitevati. Naši otroci U14, U15, ja, 3 od 20 so vedno že toliko razviti, da so praktično kot članski igralci. Sam kaj pa ostalih 17? To ne pomeni, da so tisti 3, ki so bolj razviti, da so tudi bolj nadarjeni. Ampak mi zdaj prilagodimo tistim 3 in zdaj, da bomo mi uspešno tekmovali, pripeljemo še 5 takih močnih, da bomo zdaj lahko mi
prvi v ligi U15, pa komu na čast. A zdaj delamo mi dobro za slovenski nogomet, dobro za naše talente, daleč od tega, zato ker so trije malo prehiteli. In zdaj, jaz nisem prepričan, kaj je tukaj rešitev. Zdaj, jaz lahko bi podal en primer, recimo, ki bi se marsikdo lahko zgražal, pa bi rekel, gremo igrati U15, še vedno 8+1, od 16 do 16. A je to zdaj prednost ali slabost? Pa bi rekli, ja, kako je pa pol U15 reprezentance pa že igrajo 11-11, ne gre, ne? Potem bojo naše reprezentance slabe. Ok, sam odločimo se, kaj je cilj, da je naša reprezentanca U15 usvoji nek turnir, pa zmaga prijateljsko tekmo. A je to zdaj cilj, ali to ni cilj? Ker če pogledamo U15, oni igrajo na istih igriščih kot čisti profesionalci. To niso takšni kot midva. To so kondicijsko perfektno pripravljeni. To so izklesana telesa, ki so sposobna neomejeno teči v nerealnih hitrostih. Mi pa zdaj igramo ne samo z U15. In zdaj že naši U13 pa U12 igrajo 11-11, da se bojo lažje navadili na U15 pa U14. Se pravi, mi zdaj že 12-13-letnike dajemo na 11 igrišče, otroci pa 100 metrov pa 50 metrov pretečejo v 12 sekundah, profesionalci pa v 5 sekundah. In zdaj mi govorimo, da je to prava rešitev, da se bojo prej navadili. Ja, lahko se oni prej v glavah navadijo, samo njihova telesa se ne bojo nikoli navadila. Mi ne moramo jih kondicijsko tako pripraviti, da bojo 50 metrov pretekli v istem času kot Cristiano Ronaldo pa Kevin De Bruyne. Pač tako ne gre. In zdaj, še enkrat, jaz ne želim biti pameten, pa nisem prepričan, kakšna je tukaj rešitev. Sam moj občutek pa je, da mogoče na ta način marsikaterega talenta zgubimo. No? Pa poveličujemo pogosto določene fante, ki so pač na nivoju že 17-18 letnikov, pa rečemo, ta pa talent, ta pa bo. Pa gledamo reprezentance v 15, pa gledamo 80-90% jih je rojenih v prvi polovici leta. In zdaj kaj, druga polovica leta so pa neperspektivni igralci. A sam mi jih nočemo videti, oziroma ne smemo jih videti, ker če selektor klicu unga decembra, ekstra talent, sam po fiziki je pa kada je 2 leti mlajši, selektor ga bo dal igrati, potem bo zgubil proti, ne vem, Lichtensteinu, pa je rekli, nima pojma. Ne. Tako da ni to... Omenjali. Ja, no sej, ampak ni kriv selektor, tudi v končni fazi, ja, smo tudi trenerji krivi, ampak v prvi vrsti jaz mislim, da je tukaj sistemska težava, ki pa nisem prepričan sploh, da je rešljiva, sploh ne na slovenski ravni. Zdaj, meni je že zanimivo to, kar si ti dal kot istočnico za komentar, ne, prvo tekmovalna selekcija reprezentančne U17, ne, torej oni prvič tekmujejo v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Se pravi, do tega trenutka mi nimamo teh stvari. Drugo zadevo, ko sem te prej že hotel vprašati, ali pa sem te že vprašal, bi te še zaenkrat, na kak način vi pristopate, rečemo sploh k razvoju, govorimo o tem motoričnih sposobnosti ali ne vem, kondicijskih ali kakorkoli jih bomo zdaj poimenovali, ne? Ker si rekel, ne morejo oni teči toliko časa, nimajo toliko, ne vem, mišične mase, da bojo oni lahko tudi hitrost tako dosegali, ko mi bi želeli, pa nimajo še hormonske osnove, pa tako naprej. Ne. Koliko imate sploh, rečemo, idejo, ali pa kakva je tvoja ideja, kak bi to od U9 do rečemo U15, pa da te tu pri U15 prvo vprašam, mogoče, ali že ti dela z njimi v neki ciklizaciji, kot govorimo o normalni ciklizaciji, ko večinoma potem bi ne s kadeti mladinci začeli. Ali imate več ali manj še vedno tako, ni to pripravljalno obdobje za to, da bomo kondicijsko jih pripravljali, ampak imate pripravljalno obdobje za to, da boste naredili ekipo, druženje, pa začeli razmišljati o nekih principih v igri. Kako imate s 15, ko je vi narejeno, recimo? No? Ja, zdaj s 15, ko imamo že na enak način kot kadeti mladinci, praktično poskušamo vse motorične sposobnosti zajeti na podoben način, po podobnem principu periodizacije kot potem pri starejših se že dotikate, rečemo, vzdržljivosti pa moči, ko je tu, rečemo, še najbolj občutljiva. No? Tako, že s tem, da je zdaj pa vprašanje kaj in kako, ne, vsebina je zdaj tista. Zdaj, moj osebni pristop, ki se lahko tudi razlikuje od pristopa koga drugega, moj osebni pristop je ta, da vse razen treninga moči poskušam, oziroma praktično vse te, predvsem če se dotaknem vzdržljivosti, no, razvijamo oziroma poskušamo razvijati skozi
igro oziroma igralne oblike, pa potem dinamično tehniko, situacijsko tehniko, se pravi praktično vse skozi nogomet. To je neka prva ideja. Na mojih treningih, sploh pa ne 15-letnikov, ne bo možno opaziti, da bomo zdaj mi delali neke suhe teke brez žoge, se pravi, tega se izogibamo oziroma tega ne izvajamo. Zdaj pa, če se dotaknemo mlajših selekcij, kako je to pri mlajših vse urejeno, mi imamo točno prva stvar, ki je ključna v našem klubu, pa bo mogoče to zvenelo kot reklama oziroma predstavitev, mi imamo učni načrt res, jaz vem, da imajo vsi klubi učni načrt, ker če hočejo iti skozi proces licenciranja, vsi morajo imeti na papirju učni načrt. Ampak to je zdaj edini klub, v katerem jaz delujem, oziroma prvi klub, v katerem ta učni načrt dejansko živi. In v tem učnem načrtu je razporejeno za vsako selekcijo vse vsebine, ki jih morajo v tistem obdobju otroci predelati. Pa zdaj to pomeni, na koncu, recimo, če sem jaz vodja mlajših selekcij, pa se na koncu sezone s trenerjem U12 pogovarjava oziroma delava neko analizo, midva se ne pogovarjava, so bili na tistem turnirju drugi, tretji, a so bili v ligi 12 ali tretji. Ja, tudi to je tema pogovora, ampak to je tema pogovora, ko se pogovarjamo o selekciji, ko se pogovarjamo o izboru igralcev, ki jih imamo. Ko pa se pogovarjamo o delu trenerja, ki se ne dotika selekcioniranja, takrat se pogovarjamo samo o tem, a ste ta del obravnavali, se pravi, ne vem, tudi področje kondicijske priprave, bo zdaj rekel, kaj U10 že kondicijo? Ja, kondicijo, seveda, samo delamo čisto druge vsebine, delamo vsebine čisto nekih osnovnih motoričnih gibalnih vzorcev, ki jih morajo do takrat usvojiti, kako se pravilno izvede neko gibanje, kako se bo kdo rekel, ja, hitrost, seveda hitrost, ampak skozi kakšne oblike vaj, je to zdaj spet pomemben podatek. In zdaj vsak trener ima vsebine, ali pa po drugi strani nek udarc z zunanjim delom stopala U12, ste ga delali, ja, in predelamo s kakšnimi vajami in zdaj pove trener, kakšen smo občutek, a so to oni uspešno izvajali že v treningu, a je tudi kdo že na tekmi znal zunanjo dobro udariti, a tudi z levo nogo, a z desno z obema, super, ok, tle damo kljubico, nekaj smo jih naučili letos. In to je, če se zdaj dotaknem, da sem se tudi dotaknil drugih vsebin, ker jaz sem prepričan, mi imamo narejen vedno program, kondicijska priprava, tehnična, taktična priprava, pa tudi vsebine psihološke priprave, ki jih morajo otroci dobiti. Pa zdaj to ne pomeni, da oni sedijo pa poslušajo predavanja, ampak to samo pomeni, kaj mora trener izpostavljati znotraj treninga, če se pogovarjamo o psihološki pripravi. To pomeni sodelovanje, da si morajo pomagati, da se morajo spodbujati med sabo. Vse takšne stvari bo kdo rekel, ja, to tudi delate. Ja, trenerjem pokažemo, kaj je tisto, kar morajo oni zasledovati, kaj je njihov ideal. Potem pa, kaj je znotraj treninga njihova vsebina. In zdaj bo kdo prišel gledati, bo rekel, ja, kle pa to delate. Ja, to delamo kle udarc znotraj, samo zraven delamo še odkrivanje, zraven delamo še vodenje žoge, kontrolo žoge, zraven dobiš še informacijo, kako dva sodelujeta, 1000 informacij itak znotraj treninga. In jaz sem na koncu prepričan, da mi ne moramo govoriti, ja, tehnika, koliko treningov tehnika, vi v ponedeljek delate hitrost, ali delate, ne da se tega razčleniti. Pomembno je, da trener pozna ozadje, pomembno je, da to, vsaj pri sebi, ko gledam, se mi zdi pomembno, da razumem koncept, sam na koncu se pa ne da ločiti teh stvari. Mi jih poskušamo, zato da jih lažje razumemo, ne moramo jih pa zares nikoli ločiti. Ja, tako da poskušaš v bistvu v vsakem treningu imaš potem 3 cilje. En je tehničen, en je taktičen in znotraj tega del kondicije potem. Pa še 4. cilj psihološki. Pa še psihološki, ok, odlično. Zdaj znotraj vsega tega, kar si govoril, je meni pač prvo mi je prišel pred oči Sandi Sejdinovski, ko je rekel, ne vem, koga je Ajax vakciniral, pa imate vi rečemo tudi na podoben tako način, da prije trener, zdaj karikiram, v klub in ve, v ponedeljek per U9 govorimo, bo delal udarec z nartom, v sredo bo delal zaustavljanje z notranjim delom stopala, petek bo delal pa ne vem, sodelovanje 2 igralcev. Ali je to prepuščeno trenerju, kdaj bo delal, se pravi, kdaj se bo on odločil, da čuti potrebo potem, da bi pa lahko ekipa to delala? Recimo, to je ena od stvari, ki jih jaz ne bi svetoval, da delamo po občutku, ker mislim, po občutku ja, znotraj tega, ko se enkrat pripraviš, ja, po občutku.
Ampak znotraj tega, da imamo zdaj mi ekipo U9, pa zdaj gledamo, smo igrali z Olimpijo, pa smo izgubili 4-1, pa smo, ne vem, na proti napade smo dobili gole, da moramo paziti zdaj, ko izgubimo žogo, da bomo to, ma kje? Ne? V ponedeljke pride on na trening, tista tekma je za otroke že mimo in ne moramo se zdaj mi pogovarjati, da bomo mi zdaj malo boljšo obrambo, ko izgubimo žogo, nima to veze. Ne? Zdaj on ve vsebino v ponedeljke, ki si jo izplaniral, trener je dobil vsebine pred sezono, in jih je potem sam si splaniral, kako jih bo. Ker nekomu mogoče ustreza, da dela v ponedeljek eno osebino, v torek drugo, v sredo tretjo, kakšnemu drugemu trenerju ima pa občutek, da je boljš za dela zdaj 2 tedna, 2-3 iste vsebine, a pa en mesec, pa potem čez en mesec gre zdaj na drugi element, pa zdaj tisto probaj v nulo izpiliti. Se pravi, ta del je prepuščen trenerjem. More pa vsak trener imeti načrt, more pa vsak trener vedeti, kaj bo skozi celotno sezono, da ima rdečo nit znotraj treningov, znotraj tedna, znotraj meseca, da ni rdeča nit sobotna tekma, ker so stari 10, 12, 13 let. To pomeni, da če sem jaz pri tebi trener U11, pred začetkom sezone pridem z načrtom in se ve, ne vem, v mesecu septembru bom jaz izvajal udarec prednji notranji del stopala, zunanji del stopala, ustavljanje žoge, ne vem, visoke žoge na stegno in tako naprej. Tako. Še prej boš pa dobil klubski učni načrt in boš pogledal točno za svojo selekcijo in boš zdaj ti vsebine, evo, to moraš ti narediti letos, in zdaj si jih boš ti sam razporedil, kako jih boš delal. Se pravi, imaš na koncu čisto odprto. In potem, kolikrat pa delate evalvacijo, potem kaj se je naredilo in kaki so, rečemo, bili učinki vsega skupaj? Zdaj, osnovna je na začetku, na koncu. Se pravi, na začetku pogledamo, kaj imamo, kaj bomo delali, na koncu sezone je tista glavna. Ne? Vmes je pa tako, zdaj jaz kot vodja kar nekaj treningov pogledam, pa že sproti se pogovarjamo. Ne? Že sproti ima trener vprašanje, naredimo potem sestanek, pa se točno pogovorimo, kaj je šlo v redu in kaj ni šlo v redu. Letos smo mi celo tako uvedli, da imamo trenerske debate, da ni zdaj, da imamo mi redne sestanke, ampak imamo mi redne trenerske debate. To pomeni, da pride vsak trener z neko svojo temo, pa si lahko vzamo uro, 2 ali pa 4 ure zvečer, takrat pride kdor želi od trenerjev in pride vsak z nekim svojim problemom in ga skupaj pomagamo rešiti. Se pravi, skupaj probamo priti do neke rešitve, pa včasih pa sploh ne pridemo do rešitve, včasih sam vsak svojo idejo, pa je razprava končana, pa vsak gre z malo čudnimi občutki iz debate. Ne? Se pravi, mi se izogibamo sestankom v smislu, da sestavljamo v ponedeljkih urnik, pa se zafrkavamo s takšnim, to nas ne zanima. Vsak trener ima pregled nad svojo ekipo, zdaj pa samo o vsebini se pogovarjamo. To je glavni cilj, da se mi s trenerji pogovarjamo o vsebini. Ne zdaj samo, a so starši zadovoljni, niso, a on teži, a ta ne teži, ampak predvsem, a je nekaj na treningu funkcioniralo, a ni funkcioniralo, a so otroci pokazali napredek, a ga niso, o tem se poskušamo pogovarjati, pa zdaj ne samo o otrocih, vse na koncu, jaz mislim, da veliko večino trenerjev tudi zanima, ali pa nas zanima članski nogomet, pa se na koncu kar velik debat konča pri Chelseaju, pa Liverpoolu, pa Leipzig in tako naprej. Normalno, ne? Ampak neko progresijo je pa važno, da jo vseeno imate. Zdaj, rečemo, glede na to, da je tudi eden nedavn gost bil samo Masleša, ne? Tudi njega vem, da ste vi imeli v klubu, ste kaj začeli razmišljati tudi o tem, da bi širili vsebine, se pravi, da ne bi bile samo nogometne, ali imate to že znotraj, rečemo, vašega načrta tudi? V smislu, ne vem, tako ko on pač promovira, se pravi, izhaja iz juda, promovira pač padanje, sodelovanje, fizični kontakt, ki ne bi bil nujen, z občutkom tega, da otroci izgubljajo strah pred, se pravi, dueli, kontakti, padci in vsem ostalim, pa še veliko drugega je še zraven tu noter, ampak imate tudi vi idejo, rečemo, da se širijo ali pa vključujejo drugi športi v vaš program dela? No, to je sigurno ena od osnov. Zdaj, če se dotaknem spet učnega načrta, ker sem jaz prej rekel, U9 trener ima že program kondicijske priprave in potem on odpre, kaj bomo zdaj, gremo na eksplozivnost, pa ne vem kaj še vse, ne, on pogleda, sam to pa ni tako zabavno, jaz jih moram pa naučiti padanje. Ja, padanje jih moraš naučiti, pa prevalga moraš naučiti, pa odbijati se morata, pa vleči se morata, pa porivajo se, pa plezati ga moraš naučiti, zdaj pa mi je vseeno, ga boš na drevo pelil, na ribsto, a boste plazili, pa se boste v igrci plazili, pa lovili, vse mi je na kakšen način, ampak obvezno, ker da zdaj mi U9, pa mi zdaj sam strogo daleč od tega. In recimo
ta del se zajame s področjem kondicijske priprave, ne. Mi govorimo o kondicijski pripravi tako, če že moramo nekam zajeti to, ne, a v resnici v tej kondicijski pripravi 9, 13, 14 letnikov, to pomeni, da igramo na treningu odbojko. Ne. To pomeni, ali pa igramo na treningu košarko. To pomeni to. Ali pa da se ruvata, pa se morata na hrbet spraviti, ne. Absolutno, ker jaz mislim, da večina raziskav tudi kaže, ne, da prezgodna specializacija ima preveč negativnih učinkov, čeprav mogoče kratkoročno bo pomenilo, te pa zdaj grejo, ne. Dolgoročno bodo pa na boljšem tisti, ki so se bolj široko športno izobraževali, če se tako izrazimo. Ko dobijo čim več različnih možnosti za učenje, reševanje problemov, ki jim prihaja nasprotne. Tako za intermeco, ne, midva proti koncu prvega polčasa, mislim, še 1 minuto, malo prej smo zagnala, malo prej smo se še pogovarjala, preden smo začela z oddajo, tako da vemo približno, kje sva, ne. Zdaj, dotaknil bi se tega, rečemo, biološkega pa kronološkega razvoja, ne. Glede na to, da ste zagotovo eden tistih klubov, ki je potem tudi zanimiv, se pravi, se najdejo starši, ki vidijo neko priložnost, tukaj bi se pa moj otrok lahko razvil v novega Mbappéja, pa ne vem, Šeškota in tako naprej, ne. Pa ste vseeno precej omejeni z igrišči. Kako vi delate potem vse te selekcije, sploh ko govorimo, ne vem, 9, 11, 13 letnike, ne? Ko je treba nekomu reči, žal mi je, nimamo prostora, morate iti drugam. Ali imate idejo, kako vse vključiti, da lahko so pri vas v klubu? Jaz mislim, da to ni možno. Vsi klubi na svetu so omejeni z igrišči, tudi če pogledamo Real Madrid, a pa če pogledamo Udinese, kogarkoli, vsi klubi so omejeni v resnici z igrišči. A po drugi strani imamo mi v Sloveniji dovolj klubov, da vsi ti otroci dobijo priložnost. Je pa res, da je Bravo vseeno selekcijski klub in je otrok, pa saj lahko si zatiskamo oči ali pa ne, saj lahko gremo pa v Arne Tabor. Vedno lahko pride do situacije, ko je kakšen otrok več, kot bi bil za optimalno treniranje. In zdaj, v tistem trenutku je potrebno oziroma je treba znati na pravi način skomunicirati in staršem pokazati, da to ni edina rešitev, da ni edina možnost, včasih nekje ni prostora. In tudi v kakšnih manjših klubih nekdo mogoče ne izpolnjuje določenih kriterijev, pa ne, da ne izpolnjuje, pač njemu ni več dober. Ker mi nikoli ne damo igralca, ga ne usmerimo nikoli v drugo sredino, če gre za igralca, ki lahko v tej skupini sodeluje. Mi vedno do tega pridemo, pa sploh ne gre za količino, oziroma sploh ne gre za število igralcev, koliko jih je še lahko na treningu. Gre za to, da če nekdo enostavno zaostaja, tudi njemu ni več prijetno. Če je povprečen nivo ali pa najvišji nivo ekipe previsok za njega, njemu ni več prijetno na treningu. Njemu je pretežko, on ne dohaja. In takrat skupaj s starši in otrokom najdemo rešitev, pa rečemo, eni klubi to rešujejo, B, C, D ekipe, ampak na koncu v resnici je učinek vedno isti. Če imamo prijatelja v A ekipi, pa mora iti v B ekipo, je isto. Vedno treba to na nek način skomunicirati in najti rešitev. Rečemo, zdaj ta trenutek otroku niti ni prijetno na treningih, ker mu je pretežko. In zdaj v tem trenutku mi se pogovorimo s starši, z otrokom in rečemo, glejte, v tem klubu, mi s tem klubom sodelujemo, v tem klubu bo vaš otrok dobil bistveno več pozornosti lahko, bistveno lažje mu bo psihološki del, ki je ključen na koncu, on se bo boljš počutil, on bo imel pomembnejšo vlogo, on bo tam kapetan, on bo imel proste strele, verjetno. Ogromno takšnih primerov imamo, vse kakšen od teh potem pride nazaj veliko boljši. Pa rečemo, nismo mi naredili napake, prav smo naredili, da smo ga tja poslali. Zato je danes prišel nazaj. In to je tista, zdaj pa na koncu, da se mi ne pogovarjamo samo o tem, v bistvu še bolj pomembno, da se pa mi pogovarjamo o tistih, ker to so tisti, ki ta trenutek ne dohajajo do določenega nivoja. Še bolj so pa pomembni tisti, ki so ta trenutek na previsokem nivoju in je prelahko. Mi moramo za te poskrbeti. Če hočemo mi za slovenski nogomet najboljš, kar se da, mi moramo poskrbeti za te, ki jim je ta trenutek prelahko. In zdaj pogosto se to rešuje z tem, da se jih da v višjo selekcijo igralce. Ampak tukaj so še številne rešitve, ki jih moramo dejansko nasloviti, jaz mislim, da v naslednjem obdobju. Jih še poiskati, ne? Tako.
Ampak ti gledaš to, kar si prej omenil. Jaz sem se prvič srečal s tem podatkom enkrat na enem study grupu, kjer so nam Danci predstavili, da imajo problem zadnjih ne vem koliko let, pač v tistem obdobju je bilo tako, da, kako bi rekel, da 7 let niso imeli v reprezentanci igralca, ki bi bil rojen v zadnjem 3 mesečju. Se pravi, oktober, november, december. In da so ti igralci zaradi tega, ker so bili toliko fizično šibkejši v mladosti, so jih trenerji ponavadi pač potiskali na stran in potem se pa izpostavi na drugi strani, ne vem, Maradona, Messi, ne vem, kdorkoli pa Jack, ki pa so bili, ki so isto rojeni v zadnjem delu leta, zdaj za Messija, ne vem, Maradona sem skoraj prepričan, da je bil vmes omenjen, pa so potem, rečemo, vseeno uspeli narediti kariero, zaradi tega, ker se jim je omogočilo ali se jim je določene stvari vsem prilagodilo. A kaj razmišljate tudi vi o tem, kako rečem, mislim, pregleduješ te podatke, pa potem poskušate vseeno, ne vem, se dogovoriti starši, da bojo trenirali z selekcijo mlajšimi, ker on, če je decembra, mu je ta januarc v naslednjem letu, ko je mlajši, veliko bližji, ko pa tisti januarc izpred v istem koledarskem letu, ko je. Nimam čiste rešitve, nimam tudi kakšnega resnega predloga. Vem, da so bili že številni predlogi o tem, da se bi selekcije delale na polovico leta ali pa reprezentanti do julija, pa tisti od julija do decembra in tako naprej. Nimam najboljših rešitev, vem pa, da smo na koncu trenerji prisiljeni v to, da damo igrati tiste, ki več dajo na igrišču. In če sta dva, ki isto znata, pa je en 15 cm višji, pa zaradi tega malo hitrejši, na koncu trenerji tudi ne vidimo. Vse na koncu pač ti daš igrati tistega, ki bo v tistem trenutku več dal. In če nekdo lažje zaradi tega duelu zdrži, ki je pol leta starejši, a pa včasih celo 3/4 leta starejši, pa še več, sploh v unem trenutku ne opaziš. Jaz sem prepričan, da je to sistemski problem, ki ga mi ta trenutek ne moremo reševati. Ker jaz vem, če bomo zdaj šli sam gledati, kdo največ zna, super, sam na koncu, če bo selektor naredil reprezentanco sam s tistimi, ki bojo največ znali, ne bo mogel ene tekme zmagati. Bo nekdo sestavil reprezentanco z igralci, ki pol manj znajo, pa so večji, močnejši, pa bo rekel, evo ti selektorje, pa bo zmagal ta, ki bo večje zbral, ne on, ki bo boljši. Meni je nogomet, prosto, ko te prekinjam, pač fascinanten zaradi tega, ker vse na koncu antropometrija ne prihaja toliko do izraza, kot pri drugih športih. Ker ne vem, ko gledaš zdaj košarke, oni že merijo samo še razpon rok. Če ima 2,20 m ali pa več, pa bo košarko lahko igral, drugače bo imel težavo. Ne vem, plavo bo lahko sam tisto, ima pač dolg trup pa kratke noge. Mislim, karikiram zdaj, ampak nismo daleč od resnice. In da pač isto velja za odbojko, košarko in tako naprej, ampak tu v nogometu pa na koncu lahko imamo še vedno nizkega igralca, pa bo zelo kvalitetno določene stvari izvajal tudi, ne vem, mogoče še vratarje se najbolj potencira v smislu neke te višine, pa razpona rok, pa tega, ostale pa pač ne toliko, ampak spet imamo, ne vem, tudi zadnjih 15 let vrhunske vratarje, ki so bili visoki 1,80 m. Ja, kar boje. Zdaj, kar se višine tiče same, je nogomet res toliko specifičen, da je prav noro, kaj mi delamo kot trenerji, a pa kot sistem, do česa prihaja. Ker v mlajših selekcijah to še gre, ko se enkrat to izenači, ko se igralci po širini izenačijo, da so fizično, mišično izenačeni. Takrat, če mi pogledamo samo neko osnovno statistiko profesionalnih lig, angleška, španska, povprečna velikost v španski ligi je 180 cm. To pomeni, da jih je polovica manjših od 180. Ob tem, da upoštevamo, da so vratarji pa štoperji recimo praktično 188, se pravi, imamo mi igralce, ki so večinoma manjši od 180. Če gledamo 20, neka klasifikacija, 20 najboljših nogometašev vseh časov, ja, polovica jih je manjših od 180, so igralci, ki so 170, 175, 176. In zdaj mi, nekdo, pomaš pa ti prvi 15 igralcev, en je 184, en je pa 175, a pa 170, če v enem trenutku. Ja, vprašanje, kaj bi tako zrastel, kdo, če je res bolan, ne bo prišel do 170,
Pa večinoma vsi ljudje pridemo do 175. In mi se zdaj pogovarjamo, ja, pa vsi bojo zrastli. Na koncu se to izenači, na koncu se samo šteje, kdo več znamo. Samo to še šteje, kdo ima boljše odločitve, kdo je hitrej na pravem mestu, samo to še šteje. Ne? In mi se pogovarjamo v mlajših selekcijah, ja, višina, kakšna višina? Res ne rečem, če je golman, ne, ampak... Okay, ampak rečemo, kaj pa ti daš, rečemo zdaj tu poudarek, ne? Zapravi, kaj se kontrolira, ali pa kakšne igralce se išče? Tiste, ko so agilni, tiste, ko so hitri, tiste, ko so koordinirani, kaj ti iščeš? Rečemo, vse ne. Vse, ja. Takih vse vemo, ne? Taki so ena na generacijo, kot ti še potem z vsem intelektom in vsem ostalim, kar potrebuješ ti, da je, ne? Ampak, če izhajamo iz tega nekega osnovnega, ne, pa ti verjetno imate neko baterijo testov, zato da že spremljate, ne vem, začetno stanje, končno stanje, kaj se je dogajalo, kako se igralec razvija, katero baterijo testov vi pol uporabljate, no, če tako rečem. Zdaj, iskreno, odkar sem v klubu, mi kakšnih testiranj praktično ne izvajamo. Zdaj, jaz v prvi vrsti bi rekel, oziroma tudi, ko se pogovarjamo, je ideja ta, da se temu ne posveča pozornosti, se raje več naredi na igrišču. Ne? Ker na koncu igrišče pokaže, mi lahko dobimo podatke takšne in drugačne, na koncu igrišče svoje pokaže. Tudi, ko se mi pogovarjamo, ali pa da se vabi kakšnega novega igralca, ali pa znotraj teh, ki jih že imamo, merilo je v prvi vrsti odločanje. Kako on razmišlja v igri, ima on idejo v igri, ima pregled nad igro, a je on dovolj tehnično, ima kontrolo žoge dovolj dobro, da on lahko igra nogomet. Ja, osnova je, super je, da je zraven hiter, oziroma to je na koncu kar osnova, da vse te stvari sposoben sploh dovolj hitro izvajati, ponavljati, itak. Samo ko enkrat to imamo in v naših klubih, oziroma v boljših klubih v državi, pa v reprezentancah, na koncu vsi so hitri. Na nek način, mislim, vse, ko primerjamo za najvišji nivo, je redko kdo sploh dovolj hiter oziroma dovolj eksploziven, da bi lahko to sledil. Ne? Ampak na koncu so vsi to imajo, na koncu samo šteje, kaj znaš. Na koncu res samo šteje, a imaš prave odločitve, a v pravem trenutku si na pravem mestu, a znaš predvidevati takšne stvari. In to je to, kar mi na koncu testiramo. Ampak te stvari pa lahko testiramo z ocenjevanjem igre, z analizo, z videoanalizo, s spremljanjem treninga, pa vidiš ti, a je ta igralec napredoval v tem, ne v tem, a je zdaj hitrejši, ampak v tem, a je on zdaj v pravem trenutku na pravem mestu. In to pa lahko vidimo v igri. Je pa res, ne, zdaj, če se dotaknem testiranja. Sej neko testiranje praktično poteka vsak dan. In recimo mi konkretno, ne vem, ravno teden, dva nazaj, smo v selekciji v 15 uporabljali GPS-e, pa zdaj znotraj tega, na eni tekmi, in zdaj znotraj tega dobimo ogromno podatkov, ki bi jih lahko, recimo, lahko bi jih tudi na testiranju dobili, ampak mogoče sploh ne na ta način. In zdaj ta GPS oziroma GPS podatki nam niso glavno merilo. So nek pokazatelj mogoče določenih sposobnosti, ker dobiš tudi podatek o maksimalnih hitrosti, ko je dosegel, določen, ne vem, koliko metrov je nek igralec naredil v določeni, ne vem, coni hitrosti in tako naprej. Se pravi, znotraj tega mi dobimo določene podatke, mi te igralce spremljamo, da bi pa zdaj mi izbrali, ne vem, največkrat se itak v nogometu, vsaj kar sem jaz izvajala ta osnovna, kombiniran polkrog, šprint 25 metrov, cikcak, spremembo smeri, oziroma cikcak z žogo, brez žoge in tako naprej. To sem jaz v življenju največkrat tudi izvajal, pa največkrat se to izvaja, tudi vem, vsako leto v nogometnem razredu to izvajajo, ko imajo to testiranje za status. Se to res najpogosteje uporablja, no, ampak tudi dejansko, saj so tudi študije, ki kažejo, da je neka povezanost, neka korelacija z uspešnostjo v igri kasneje, ampak bom tako rekel, zaenkrat mi nismo dobili občutka, da bi nam to manjkalo, no, ta trenutek. Da je bistveno bolj pomembno, da se posvečamo več sami igri, kaj delamo na treningu, vsebina znotraj treninga, znotraj tekem, da se temu posvečamo. Ker hitro se zgubiš znotraj številk. Ker zdaj jaz dobim rezultate GPS-a, to je milijon številk. Zdaj pa mogoče mi 3, 4 dajo neko informacijo, pa probaš iz tega nekaj potegniti, ali pa vsaj imaš nek občutek, kaj z enim igralcem bolj delati, kaj manj.
Ampak mislim, da še bolj to pride v poštev potem tudi pri starejših, ker mlajši kot so, ja, vse se dela ogromno individualno, oziroma vsaj pristop je vedno bolj individualiziran znotraj ekipnega treninga, ne. Recimo mi dobivam, jaz dam primer naše lanske sezone U15, mi smo z ekipo načeloma precej redno delali, jaz kot glavni trener, moj pomočnik Domen Likar kot trener, ki je bil praktično vedno z mano, trener vratarjev, ki je bil na večini treningov, in še individualni trener, to je bil Andraž Kirm, in mi smo bili dejansko strokovni tim, nad katerim je bdel vodja šole Aleš Arnold, ki je dejansko skrbel za to, da je vsebinsko funkcioniral, in smo bili res veliko na vezi, mi smo tudi skupaj treninge sestavljali, pa v končni fazi s pomočnikom sva se dobila 2 uri prej, skupaj pripravila trening, in zdaj v to gre, vsaj v našem klubu gre nogomet v to, da mi individualiziramo ekipni trening, da ima vsak trener svojo zadolžitev, pa evo, ta je bolj za vratarje, ta zdaj skrbi, ne vem, za branilce v tem delu treninga, tam se razdelimo, ne vem, Andraž Kirm je bil prav kot individualni trener z nami, zdaj včasih je sam znotraj treninga on vzel 3 igralce, delal z njimi čisto individualno, včasih smo pa 15 otrok smo imeli, 4 trenerji smo bili, smo se razdelili, to je bilo recimo enkrat na teden, pa smo vsak s 4-3 delali neke vsebine, ki jih morajo oni v tistem trenutku individualno izvajati. Se pravi, v to smer jaz mislim, da gre. Kaj pa je njim manjka? Saj nekomu manjka, ne vem, koordinacija, da je slabo skoordiniran, da je malo se mu porušila, ker je veliko zrastel, damo te fante 3-4 v isto skupino, dela en trener sam z njimi to. Saj zato pogosto ne rabiš nujno zdaj narediti testiranja, ker tudi to testiranje bi bilo pol super, da ga naredimo vsak mesec, pa na 3 tedne, pa spremljamo res v nulo, sam vemo, da to ni možno. Čeprav to je vse neka ciklizacija, je dobro, da je narejena, ne? Se pravi tu 3 do 6 mesecev, da je okrog, da se vidi ta napredek. Jaz drugače nisem nujno proti testiranju, da ne bo pomote. Če bi to bilo zraven, mogoče bi bila tudi na nek način dodana vrednost. Je pa meni glavni problem, rečemo, testiranja pač bil, glede na to, da sem pač ravno te testiranja in na nogometnem razredu in na reprezentancah izvajal, mi smo še potem dali nekaj uteži zraven gor, koliko je vsak test vreden, ne? Da smo res dobili ta ND model, da smo dobili nek konkreten rezultat, ne? Pa moram reči, da če smo govorili o reprezentanci 22 igralcev, od 10 igralcev, prvih 8 je zagotovo bilo noter v prvi postavi, ne? Se pravi, če smo tako individualno delali, da smo naredili testiranje, nismo še obdelali rezultata, pa bi rekli, koga bi mi dali v postavo, ne? 8 do 9 igralcev je bilo zagotovo noter. Sam kaj pa bil cilj testiranja? En del je bil zagotovo pač videti, se pravi, njihov potencial v trenutnem stanju, v katerem so, ne? Drug pa absolutno napredek, ne? Mi smo postavili pač en model, tisti, ki bi dosegal rezultat nad, ne vem, 4,5 recimo, ali pa nad 4, ne, bi zadostoval potrebam ali pa tistim standardom, ki jih mi iščemo, kar se tiče koordinacije, hitrosti, agilnosti in vsega skupaj. Se pravi, sposobnosti vodenja žoge in tako naprej. In se je zelo, moram reči, da tudi potem v klubu se mi je pokazalo, da nekdo, ki je bil v danem momentu na ND modelu z oceno 2,5, čez 1 leto pa na 4,1 je postal zanimiv za reprezentanco. Recimo, toliko se je poznal, ne? Ker se je potem poznal tudi na psihološkem nivoju, se pravi, igralec postaja bolj samozavesten, ker je močnejši v delu, ker je hitrejši, ker lažje teče, lažje razmišlja, ker ni toliko utrujen in vse se potem navezuje naprej, no. Ampak je pa res, da to govorimo zdaj kadeti mladinci, ne. Jaz bi te bolj, da ne bom jaz to govoril, ne, koliko si ti, rečemo, pristaš pa potem, če že ne, se pravi, nekega nadzora skozi testiranja, kako biti, ker meni testiranje je problem, da morajo biti igralci nujno spočiti za testiranje. In to pa pomeni, ne vem, to je pa že skoraj tako, da tempiraš, kot da bo tekma, ne, zato, da bojo res dobri rezultati, ali pa tisti, ki jih hočeš imeti, pa naslednje 2 dni boš zelo težko treniral, kar pomeni, si 1 teden praktično izgubil, ne. In zaradi tega je meni postajalo, rečemo, testiranje obremenjujoče ali pa izguba časa, če se malo tudi tako pošalim. Sem pa še vedno zato, da vsake toliko časa menim, da ni slabo testirati, je pa fino, če imamo neko bazo odprej narejeno in vemo, kaj iščemo, kjer je cilj, da dosežejo igralci, ne. Ampak zdaj, kater monitoring bi si pa ti želel, rečemo, ali pa meniš, da je pa smiseln
Zdaj, lahko rečeš od U9 pa do, rečemo, mladincev, če govorimo o tem mladinski šoli. No. Nisem prepričan, da je kakšen res tok smiselen. V prvi vrsti je smiselno, da imamo trenerji oči odprte na treningu, na tekmah, pa tukaj spremljamo. Pa potem lahko zabeležimo določene spremembe, ker res te stvari se na koncu vidijo. Ker mi bomo včasih dobili igralca, itak njim napreduje non-stop, ne? Ker rastejo, ker se razvijajo, mi dobimo U11, naslednjo sezono ima boljš, vsako sezono ima boljš, rečemo napredujejo, rastejo, ne? To je, ne? In včasih imaš kakšnega, je bil počasen, a pa spet bom dal primer U15, počasen, pa U17 hiter po testih, ne? Ja, ni res, zrastuje v tem času, ali pa razvil se je malo bolj fizično, ne? Zdaj, ali pa odvisno, dobro smo trenirali, ne? Ali pa dobro, ja, no vse, prilagodimo si trenerji, ne? Ko se hočemo povedati, rečemo, dobro smo trenirali, napreduje, ne? Eni imajo fenomenalen ta trening efekt, ne? Da eni skozi isti trenažni proces ne napreduje toliko, kot pa nekdo drug, ne? To je tudi meni zanimivo, a ni? Ja, če je to res sam posledica trenažnega procesa, ne? Ali pa to sam, da mi znamo toliko dobro prodati, ker če bi res naš, lahko mi to se tako zgovarjamo, ne? Da je to naš izgovor, ja, ta pa ni toliko nadarjen za, mu ta tip treninga toliko ni ustrezal, te 3 so napredovali, mi pa ne. Ja, zdaj, mogoče so pač napredovali, ker mi je biologija tako narekovala, da so napredovali. In mi zdaj zasluge poberemo. Lani je dal 4 gole, letos sem ga jaz prevzel, jih je dal 15, ne? Sem jaz dober trener, sem jaz dober na treningu. Ja, ne vem, jaz res ne maram iti v te skrajnosti, da rečemo, to je dobro, jaz sem ga naredil, to. Mi kot trenerji res malo lahko prispevamo. Ampak, ko govorimo generalno, ne vem, zdaj, če izhajam, ne vem, iz članskega nogometa, ne, kjer mi govorimo, ne vem, igralec pride v klub, v nekem resnem klubu, prvo šel v fizioterapevtsko sobo, se bo tam naredil testiranje, verjetno mu bojo še kakšne laktate pogledali, vsaj po tekmi ali pa po, ne vem, nekem zelo intenzivnem laktatnem treningu, da vejo, v katero skupino bo šel za regeneracijo. Iz tega bo, ne vem, vsak trening se bo snemal, imeli bojo GPS-e in po treningu se bo pač pošiljalo, ne vem, neke podatke ali pa vsaj trenerji kondicijski bo obdelal ta tekaški del, koliko so ga naredili, pa če je bil v režimu, pa tam, ko mora biti. Tisti videoanalitik bo izrezal ven, pa bojo pregledali skozi igralne oblike, pa ne vem, pošiljali ali pa podajali še rešitve igralcev. Kaj bi ti od tega, rečemo, uporabo, ko govorimo zdaj, verjetno pri U9, vprašanje, koliko je to smiselno. Okay, ja, zdaj, če se to pogovarjamo, pa malo drugačno. Ja. Če bi pa imel zdaj članski nogomet, bi pa jaz vključil GPS in bi spremljal to redno, potem pa poleg GPS-a bi spremljal RPE, se pravi Rate of Perceived Exertion, se pravi čist osnovno poročanje, koliko so utrujeni. Ampak ne bi to, ker takoj po treningu dajo ocene. Recimo jaz tudi selekcijo v 15 imamo tako narejen, da je v bistvu kot neka aplikacija, igralec sam klikne na link, poklika utrujenost zjutraj, ko se zbudi. Da jaz vem, kaj bom dobil na trening. Meni je to važno, kaj dobim na trening. On klikne, utrujen sem 3, spanje, kako spanja, naspal sem, vse v redu, danes je 4, potem pa še, jaz sam še pol želim, da mi da oceno, kako je on videl trening, a je bil trening kakovosten, vsebina treninga, pa še njegovo oceno, kako on vidi, da je on delal ta trening. Jaz te 4 ocene dobim od njih v 15, oni to res poklikajo, to njim vzame 10 sekund, ker že točno vejo, kaj klikajo. Naredijo doma ali naredijo v... Doma, zjutraj, ko ostane, jaz jih še spomnim, dobijo skupino na Viber upomnik, da to izpolnijo in dobim potem jaz, direktno se mi v graf izpolnjuje, dobim slikco, evo, ekipo imam danes tokle spočito, vem lahko, kaj pol z njimi delam. Meni je to prva stvar, da vem, kaj danes lahko z njimi delam. Ker če so danes na 3,8, ja, pol, to je že kar velika utrujenost, to je običajno, ne vem, po tekmah to dosežejo, naslednji dan, ja, ne bomo delali neke, ne vem, hitrosti pa eksplozivnosti, pa ne vem kaj. Bomo prilagodili trening tistim. Meni je to glavna informacija. Kaj lahko danes delam? Se pravi, in podobno bi v članskem nogometu. GPS ti že tudi lahko te informacije da, ko vidiš po treningu, a so oni lahko v isti vaji, ker so prejšnji teden, so danes imeli bistveno mogoče slabše rezultate. Čeprav to je spet, ne, lahko pa nekaj drugega razlog, lahko pa smo vaja malo drugače zastavili, malo premehen prostor naredili.
na koncu to ti je lahko pomoč, ne sme pa biti nikoli vodilo. Ne? Vsi te rezultati, številke, testiranja lahko ti dajo neko informacijo, ja, da mogoče neki igralec pa ne dosega, čeprav na igrišču zgleda kar hiter, mogoče pa za res tisti najvišji nivo bo pa malo prepočasen, recimo. Pa dobiš tako neko informacijo, čeprav spet, pa čez eno leto testiraš, pa rečeš, kako? Ne? Kaj, a smo toliko bolj želeli, ali zakaj drugi niso toliko napredovali? Ja, ne vem. Ne? Pač včasih se kakšne spremembe zgodijo, ker sicer so lahko tudi posledica našega dobrega dela, ne? Ni pa nujno. Jaz res ne želim zaslug jemati za nekaj, kar ni 100% rezultat mojega dela. Čeprav je vseeno zanimivo to, ne, da če mi gledamo lige, se ve, da v višji, ko je nivo kvalitete lige, ne, večja je povprečna hitrost teka, večja je hitrost poti žoge v povprečju, ne. In vem, da pred leti je bil podatek, da samo Poljaki napram, rečemo, slovenski ligi v povprečju imajo hitrost teka, Poljaki mislim, da skoraj 2 kilometra v povprečju hitreje tečejo. Se pravi, ko gledaš, slovenska liga 6,7, poljska liga 8,3, karikiram. Na drugi strani pa potem tudi ta hitrost poti žoge. Se pravi, pri nas zdaj bomo rekli, da je 22,7, Premier liga pa 30,5. In je potem tudi tu noter razlika, se pravi, da te potem vsem sili v neke stvari, da bi jih ti na treningu poskušal izboljševati. Lahko sam vprašam, kako, ker verjetno bo koga od trenerjev tudi zanimalo, kje si ti pripravil, rečemo, ta vprašalnik za svoje igralce? To je Google Forms. To je Google vprašalnik, čisto osnovno. V glavnem tizga, ko zanima Google Forms, si gre na YouTube, da malo na reklame naredimo pogled. Jaz ga tudi uporabljam za druge namene včasih. Zelo preprosto, hiter se naredi, pa potem v bistvu igralec sam dobi link, pa že ve, na katerem mestu, sam klikne in konc. Ja. Ker rečemo, v oddaji z Luko Elznerjem smo se pogovarjali, oni imajo zdaj, rečemo, njihovi igralci imajo 16 vprašanj vsak dan. Ne? Ja, za U15 tega sigurno ne priporočal. To bomo, progresivno bomo to delali. Jaz, ko sem se pogovarjal z Darjanom Šuštarjem, ki je kondicijski trener v naši članski ekipi, je rekel, da še ta 4 vprašanja so preveč. Je rekel, da to ne bi šlo. Po moje je zelo pomembna logika, kdaj nekdo izpolnjuje. Ne? To je ena zadeva, se pravi, da najlažje, zato smo vprašali, najlažje je, da pridejo na klub verjetno, pa ko jih že imaš tu vse tam, rečeš 5 minut imate, ne? Spravite, pa gremo naprej, ne? Ker takrat ti pol vsi naredijo. Ne? Veš, meni sploh na koncu ni tako pomembno, da vsi naredijo. Meni najpomembnejši podatek mi je, da vem, kaj dobim na treningu v povprečju. Pa pomemben podatek, da če pa nekdo res ekstra utrujen, da je pa tam označil 5, ne? Da pa zdaj jaz rečem, ok, ti už pa malo se pa šparu danes, a pa mogoče kar ustan doma, spočist se, sem imel težek dan, karkoli. Te 2 podatka sta mi ključni. Ne? Povprečje, da vem, a lahko določene vsebine delamo, do kakšne mere lahko gremo. Na koncu pa mogoče tisto, kar sem pred leti najbolj si mislil, da je mogoče napaka pri trenerjih, ki po občutku delajo nekaj z danes na jutri. Na koncu je tukaj res ogromno enega občutka. Na koncu jaz mislim, da vsi trenerji moramo ogromno občutka vključiti noter. Mar si kakšno stvar, sej, koliko neko igralno obliko, ne? Če ni zdaj nek poudarek na neki vzdržljivosti, koliko zdaj še lahko jaz delam, ne vem, reakcije po izgubljeni žogi, prehod iz, ne vem, napada v obrambo, kolikrat če lahko grem, a bom naredil, ne vem, 8x2 minuti ali krat 1 minuto, pol malo testiraš, koliko so, veš pa, kaj si dobil že pred treningom. Ne? Meni je samo važno izhodišče, ostalo moraš pa videti na igrišču. Saj jaz probam to gledati na igrišču. A oni to še izvajajo, a je zdaj padel tempo, a je padla koncentracija. Se mi zdi, da na koncu moramo gledati. Pa bi si včasih rekel, da sem šalabajzer, ne? Mogoče sem zdaj že na nek način manj šalabajzer. Ja, sej. Ampak sem prepričan, da znotraj tega pa vsem ti veš, da jih je potrebno vsem potisniti včasih čez neke limite, zato da se bo telo odreagiralo, pa da se bo začelo prilagajati. Ne. Važno je pač bolj to, da jim daš dovolj pavze, da se lahko telo obnovi. Ne. Ker danes, tudi ko se z igralci, ne vem, ko se pogovarjam tu v oddajah,
glavni problem je, kako se regenerirati, zato da boš lahko ponovno treniral. Sploh takrat, ko je, ne vem, oni na tem top nivoju, ko se igra ves čas sreda, sobota, pa leti, pa vse ostalo, ne, to še pač te mlajše verjetno malo drugače čaka. Dej nam zaupi, kako imate vi, rečemo, ali pa kako imaš ti narejen en tak tedenski ciklus per 15 selekcij. Tekme so večinoma sobota, ne? Recimo, da je tekma v soboto, v nedeljo, mi imamo dan po tekmi praktično vedno prosto. Zdaj, tudi če bi bila tekma v sredo, dan po tekmi damo prosto. Jaz mogoče nisem pristaš tega, da nekdo rečemo, mi po tekmi regeneracijo, ker zame osebno regeneracija je recovery. To pomeni, da vse, kar bomo več delali v tistem trenutku, sem jaz mnenja, da sam podaljšujemo čas do okrevanja. Da sam podaljšujemo, če se pravi, če mi pošljamo dan po tekmi še odlaufati, pomeni, da bo še malo kasneje prišli v ta v neko optimalno stanje, da spet jih lahko polno obremenimo. Ne. Se pravi, moja osnovna ideja je, če tekmo v soboto, v nedeljo prosto. Tudi če tekmo v nedeljo, v ponedeljek prosto. In potem v torek, zdaj neki podatki so, da celo po resni nogometni tekmi so 72 ur rabi telo, da pride spet v homeostazo, oziroma celo v superkompenzacijo, ne, spet, da pride na optimalno stanje. Ne. In zdaj, če to upoštevam, jaz potem prvi dan prosto, potem pa v ponedeljek nizkointenzivni trening, jaz vključim ogromno treninga, koordinacije, treninga osnovnih navajanj na žogo, specialne koordinacije, tudi v končni fazi preventive, ravnotežja, stabilizacije, vseh teh vaj, ki so nizkointenzivne, ki pa lahko vsem igralcem nekaj dajo. Ampak jaz ne rečem, da mi delamo za regeneracijo, ker jaz nisem mnenja, da bomo mi s tem treningom prej prišli. Moje mnenje je, da najboljša regeneracija je pauza. Se pravi, če hočem jaz jih v sredo imeti najbolj spočite, od sobote odmor. To govorim z vidika spočite. Če hočem še z aktiviranjem, moram da če ponedeljek nek trening, torek nek trening, če hočem spet doseči najboljši. Ampak zdaj, če to hočemo, jaz jih potem šele v torek lahko dobim tisti nek prvi dan, da so oni zdaj dokončno pripravljeni. In potem v torek lahko... Prvi trening je vedno tak zabav, ne? Moraš iti z manj pričakovanji na trening, ker se ponavadi so zelo zaspani igralci, ne? Ja, zato pa tudi v ponedeljek jaz ne... Čeprav ni resno, v 15 jaz tega ne opažam. Pri članih to sigurno, pa se z Darjanom pogovarjal, pa mi pove, kako mora on na te stvari gledati, da je to včasih more dati po tekmi trening, da bo pol čez 2 dni dober trening lahko, ne? Da imajo vmes en dan frej, se pravi, on je spet na ene druge stvari pozoren. Eni naredijo zjutraj 45 minut treninga, zato da lahko popoldne naredijo dober. Naprimer, ja. Da jih zbudijo prvo. No, ampak jaz v torek dobim res dober trening. Torek, sreda je moj najboljši trening, kjer se lahko tudi neke maksimalne obremenitve z vidika ali neke moči, hitrosti, česarkoli v tistem trenutku, vzdržljivosti, specifične vzdržljivosti. Kaj delaš torek? Zdaj se bom tako dotaknil. Jaz specifično hitrosti ne delam. Da bi zdaj jaz rekel, zdaj pa delamo mi maksimalno hitrost, eksplozivnost, skozi neke izolirane vaje jih ne delam. Moja izkušnja enostavno bila takšna, da je bilo več negativnih učinkov kot pozitivnih. Ampak delaš skozi igro 1 na 1, 2 na 1. Dobro, ja, skozi to, ja. Handicap pa to, ne? Ja, ali pa v končni fazi skozi neko igrano obliko 2 na 2, karkoli, vse na koncu je težava kondicijske priprave, to se pa lahko zdaj še za nekaj ur zapletla, vsaj meni se je tako izkazala, da vse to je prilagojeno individualni kondicijski pripravi nekega individualnega športnika. In zdaj mi rečemo, mi imamo v torek vzdržljivost, ne, mi imamo vsak dan vzdržljivost. To je vse vzdržljivostni trening. Karkoli ti delaš je vzdržljivost. In zdaj mi rečemo, ja, zdaj imamo pa še znotraj ene igralne oblike, on toliko enih, ali pa zdaj pa še hitrost. On je pa prej že vmes 45 minut enega fuzbala odigral. In zdaj, kako bomo mi zdaj kle še neko hitrost, on je že utrujen prišel na hitrost. Da bi pa sam hitrost delal, v glavnem moja izkušnja je bila, da je bilo, pa niso to sploh bile neke tako poškodbe, ampak čim smo vključili, pa smo dali v paru 1 na 1, kdo je prvi pri žogi, sem rekel, ja, kle poskušam nek 50-metrski, 40-metrski šprint, neko maksimalno hitrost dosegati, tok in tok ponovitev, vse po metodi v nulo. Ja, jaz vem, da sem vsak trening od 15, sta se 2 trener, mene loža, mene to, pa na koncu, ko se šteješ čez to delo za ohranjanje,
en manjka, naslednjič en bolan, pa sej na koncu jim nič ni bilo, čez 2 dni ali pa en dan so bili vsi v redu. Sam niti niso večinoma prišli skozi nek proces in jaz sem na koncu začel to opuščati, pa sem rekel, da se bom raje več posvečal igri. To je bila moja izkušnja, ker tudi na koncu spet hitrost, ja, v torek hitrost. Vmes jim pa dal že neko igro, ki je vse hitrost. Oni vse delajo na maksimum. Kje je zdaj ta hitrost? Pa eksplozivnost posebej, pa to štartna hitrost, ne? Karkoli, to je vse polno obremenitev, ki jih daš pa v trening 3x3 plus 2 jokerja, ne, v vajo, tam ima pa in štartno hitrost, če imaš dosti veliko igriščev, še neke večje hitrosti dosegel, vzdržljivost ima noter v tem, 100 enih stvari, ali pa hitrost reakcije, praktično vse to, kar smo se mi učili, pa zdaj ciklizirali, pa sestavljali, daš pa eno vajo, pa vse te ponovitve naredil, sam problem pa je, da zdaj pa jih vprašanje, če bo zdaj napredoval, a je to bilo zdaj dovolj, mi pa zdaj ne moramo nadzirati, ne? Da rečemo, ja, zdaj pa to dovolj za razvoj. In zdaj jaz sem v dilemi, ali je to prav, kar delam, ali ni prav, ne vem. Sam v enem trenutku mi je praksa pokazala, da sem to začel opuščati in se posvečam dejansko tistmu, kar lahko nadziram, ker tega več nisem mogel. Če sem pa začel sam to delati, sem pa moral fuzbal ven vršiti. Sem rekel, ne, danes tega več ne moramo. Ne moramo mi zdaj potem še v igro, tudi jutri ne moramo. Zdaj da bi telo 2 dni, da vi spet lahko naredite en močnejši trening. Ne? Če si delal polno hitrost, je vprašanje, kaj si jutri sposoben. Če si delal spet neko specifično vzdržljivost, vprašanje, kaj lahko jutri delaš. Ne? Po možnosti imaš pol čez en dan ali pa 2 tekme. Ti pa že vsi neki načeti, ker kao neki razvijaš in pa mora itak 3 dni počivati. Kaj si dosegel? Če 3 dni počival, spet preden bo prišel nazaj na isti nivo, spustil vmes 1-2 treninga, ne vem, v glavnem, to bi bilo lahko ker se pogovarjam s kolegom, kondicijski trener, pa si malo smeji, ja, pa ne delajo, ne vem, če hočeš še nogomet zraven vključiti, se res ne da to, ni toliko enostavno, no? Ni toliko enostavno, da bi sam rekel, ja, v ponedeljek to, v torek to, v sredo to, preveč je kompleksno, da bi lahko mi zdaj samo rekli, jaz pa v torek hitrost, pa v sredo, ne vem, ne da se, saj meni se ni izkazalo, da bi bilo to optimalno. Če pa po tvojih izkušnjah s kondicijskimi, kam grejo danes? So bolj v tem principu, da še vedno, ne vem, imamo razdeljene ideje, kaj bomo delali, tako kot smo zdaj rekli, ne vem, torek, hitrost, sreda, laktat in potem regeneracija in potem aktivacija in tako, ali že imate kaj tendenc v ta mikrodosing, vsak trening nekaj je malo? Zdaj odvisno, s kom bi se pogovarjal. Ne? Če bi se z nogometnim kondicijskim trenerjem, je eno, če se z nekim sam kondicijskim trenerjem, ki nima stika z ekipnim športom, je drugo. Ne? Jaz mislim, da v našem klubu gre v to smer, da se prilagodi, da ni več, da se mi prilagodimo neposredno, postavimo kondicijski načrt, ne? Program kondicijske priprave in zdaj temu prilagajamo. Jaz mislim, da gre malo bolj že v drugo smer. Vse mogoče ne spremljam to, imam občutek, da se vseeno zdaj malo bolj naredi načrt nogometa najprej, pa sam vidimo, koliko so še sposobni, a so, mislim, v tistem prvem delu sezone, itak v pripravljalnem delu se naredi največ na bazi, kar se lahko, potem pa je velikokrat tako, da z ohranjanjem, ti pa včasih tudi sam neka igrana oblika omogoči dovolj za ohranjanje, ne. Kako pa potekajo razgovori s starši, ker je že Močnik omenil, da to se redno opravlja pri vas v klubu, si ti prisoten, a ti itak s svojimi starši moraš, kaj pa potem za nižje selekcije tudi si prisoten? Zdaj, če dam primer v 15, naredi se vedno, tudi pri mlajših selekcijah, vedno na začetku sezone sestanek, kjer se poda neka osnovna navodila, pravila, kakšna je vloga staršev. Zdaj, moje mnenje je, da so starši res pomembna figura v razvoju teh otrok, s katerimi mi delamo. Ker mi ne moramo si zatiskati oči pa reči, glejte, zdaj so tukaj otroci, so naši, niso naši, to so še vedno njihovi otroci. In jaz sem prvi v tem, da želim starši sodelovati. Sej na koncu vem, težko je in staršem in trenerjem, kakšen otrok ne dosega določenih standardov in bo v enem trenutku manj igral in to tudi starši težko sprejmejo, včasih kdo to tudi nekulturno odreagira, ampak to je del nogometne folklore in s tem se jaz sploh na koncu več ne obremenjujem, pa tudi ne sem jaz tudi
v klubu se noben več s tem ne obremenjuje. Če kdo z nami ni zadovoljen, vedno lahko zamenja sredino. Naš cilj je pa vedno, da pomagamo otrokom v sodelovanju s starši, ker na koncu je to res njihov otrok. Kdo reče, ja, ne se ne vtikajo. Ja, vtikati se morajo. Jaz želim, da starš pride pa reče, moj otrok je žalosten. Da mi jaz vejo, kako lahko pomagam. To je meni osnovno vodilo. Meni je to res osnova. Ne igra, v redu. To je problem, ki ga včasih ne moramo rešiti. Igra jih lahko 17, jaz jih imam pa 18. Iščemo rešitev. A ga bomo dali nekam v en klub, kjer bo igral tekme, pri nas bo treniral. Ne vem, to je že ena od rešitev. Okay, zdaj se sam dotaknemo tega, ampak pogosto so tudi druge stvari, ki jih otroci sploh mlajši kot so, teže pridejo povedati trenerju, kaj ga tišči, kaj mu ni všeč. In jaz sem prepričan, da starši so osnova. Mi trenerji res moramo z njimi komunicirati in moramo biti sposobni tudi prisluhniti včasih, čeprav je tudi nam težko, čeprav tudi starš mogoče kdaj nima prav, ker ga je nekaj prizadel. Sam jaz svojih otrok ta trenutek nimam, sam vem, da mogoče bi kdaj isto neumno odreagiral kot kakšen drug starš, ne? Ker za svojega otroka bo verjetno vsak vse naredil. Pa dejstvo pa je, da vsak starš svojega otroka vidi vsaj enih 50% boljšega kot je v resnici. Ja. Tako da ja, v glavnem starši sodelujemo nujno, ne pomeni to, da vodijo klub daleč od tega, mi jim vedno Ne, razumem, ampak rečemo, kaj je vodilo pogovora, ko ga imaš ti, rečemo, kaj se verjetno ne pride starš na sestanek, pa ti rečeš, imate kako vprašanje, ampak rečemo, imate verjetno nek protokol, kako se staršu predstavi, kaj se dela, zakaj se dela, kje je otrok in kje želite, da bi bil otrok. Imate nek tak protokol, ali je to pač odvisno od otroka in starša? Kaj se dela, kako se dela, se vedno pred sezono predstavi in potem, če se to jasno pokaže, potem je tudi teh individualnih razgovorov manj. In ko pride starš na sestanek, včasih pride kdo jezen, včasih pa vesel, ne? Kakršenkoli že pride, vodilo je vedno razvoj otroka. Kakšen pride ful nasmejan, pa misli, koliko je fajn otrok, zabija gole, pa ga moram mi soočati. Ne, on je na 5% tega, kar bi moral dosegati. On premalo daje na treningu, starš niti nima občutka, mislim, da je ful dobro. Ne, mislim, pogovarjamo se o teh stvarih, osnovno vodilo napredek, nogometni napredek, ampak ne, tudi socialni, vse na koncu je to. In večinokrat starši pridejo s temi problemi. Se skregal z enim igralcem, en drug starš, ne vem, takšne stvari, ki jih moramo mi reševati. Mi ne moramo reči, ne, naše je sam nogomet. Ni res. Mi ne moramo ločevati nogomet, to je vse življenje. In mi smo dobili teh 20-18 otrok, so nam jih zaupali starši, mi z njimi delamo, ja, včasih je to zaupanje malo porušeno, se moramo pogovoriti, pa se spet vzpostavi. To je neka osnova in tudi pri naših selekcijah. In zdaj, če je tako, če včasih začutimo, da bo tudi sestanek malo šel v napačno smer, saj da takrat se tudi recimo potem sestanek izvede, da pride, ne vem, glavni trener, pomočnik, vodja in se lepo pogovorimo. Ampak jaz res niti ene res slabe, da bi imel slabo izkušnjo, je nisem imel. Pa tudi ne verjamem, da kdo v našem klubu bi imel zares neko takšno slabo izkušnjo, ker vse izhaja samo iz tega, da ima vsak malo drugačen pogled. Mi malo drugače vidimo otroka, starš drugače vidi otroka, ampak še vsem, na koncu vedno pridemo blizu. Če pa ne moramo priti blizu, pa pač se naše poti razidejo, ne gre pa nič na silo na koncu. Ja, razumem. En korak bi še nazaj naredil, prej sem eno stvar pozabil o tej ciklizaciji vprašati. Ko imate vi trening narejen, to me zelo zanima. Imate kaj, rečemo, moja ideja, rečemo, osnovna je bila pri najmlajših, ne vem, 9, 11, mogoče tudi 13, ampak 13 malo manj, ampak ideja mi je bila, ne vem, da bi igralci imeli v prvi del se itak ogreva, razvija neke osnovne motorične sposobnosti, v drugem delu se uči in v zadnjem delu se igra. Imate, rečemo, kakšna pravila glede na starost, kako imate razdeljene tudi te vsebine in koliko je tendenca, rečemo, ali pa ideja tvoja, da bi nej se igrali otroci, se pravi, igrali nogomet, kjer pa ni nujno, da so obremenjeni z količino kontaktov in vsega ostalega. Mislim, ko imate vi tako razdeljen trening, da sam to, imaš ti kako osnovno idejo, koliko bi nej igralci igrali? Ja. Mi smo dali osnovno pravilo, da mora biti vsaj pol ure igre. Zdaj, a to pomeni, da bojo šli vmes že 3-3, pa 2-2, ne?
ker mi smo v enem trenutku rekli, pol ure igre, pa so bili pol zdaj tam v 8, pa jih je treniral pol ure na konci igrati, 6-6, ki jih je imel 18, ena ekipa je pa počila. Pa smo rekli, ne, pol ure igre ne pomeni nujno na celo igrišče 6-6, ker v njih v 8 ne morejo nič narediti s tisto žogo, še niti ne znajo dovolj. Mi smo rekli, v redu, 4 igrišča smo naredili, pa so igrali 2-2 pol ure. Na koncu smo jim dali tudi na malo večji, zato, ker to oni itak raj nabijajo večji gol, pa kaj golman pa to ne. Ampak izhajali smo pa iz tega, pol ure je osnova, od ure pa pol, 90 minut je pol ure osnova. Te, ki so recimo v 8-7, ki trenirajo 1 uro, je spet pol ure osnova. Ni to zdaj 20 minut, da bi dali na tretjino, pol ure osnova igre, ki je na koncu vedno vodena in prosta. Se trenerjih niti ne more vseh naenkrat nadzirati, popravlja vmes, pomaga, ampak na koncu je to večji del itak vsem proste igre. Zdaj, neko tako osnovno vodilo treninga je pa jaz mislim, da postopnost, da je to eno takšno načelo, ki ti potem da in z vidika ogrevanja, da ne grejo tako v neko polno postopnost in to od enostavnejšega k kompleksnejšemu, da ne začneš prehitro s pretežko, ampak sej jaz mislim, da postopnost vse to pomeni. Če začnemo počasi, potem bomo imeli in ugrete igralce in mentalno na koncu pripravljene, takrat, ko bomo zahtevali največ od njih. In to neko osnovno vodilo, neko osnovno načelo. In če to zasledujemo, plus zakaj smo pa sploh uvedli obvezne pol ure igre, je pa zato, ker trenerji smo vsak malo po svoje, vsak malo drugačen in bi še rad še to vključil, pa še to, na koncu še 5 minut za igro, bomo drugič, ne? Ni. Stari so 10, 13, 15 let, ne, grejo naj v igro. Tam se bojo največ naučili. Ja. Zdaj to, da te upozorim, tekmo smo odigrala, ne? Ampak tu znotraj tega, zdaj, kar zdaj ti govoriš, ne? Ko rečeš, nekaj je vodene, nekaj je pa proste, ne? Imate kaj vseeno usmeritev, ne vem, da se veliko igra, ne vem, 3-3, 4-4 v tej igri, ali se veliko igra, rečemo potem, ko govorimo, da te U11 igrajo 7-7, ne, koliko imate tudi tega dela, ne, ker se mi zdi, da moje izkušnje in če govorim starše in otroke, ne, sem imel tako pač vedno, ne, da igra 3-3, pa ni igra nogometa. Ja, saj ni. Ja, se tako otroci gledajo, ne samo starši. Otroci rekel, kdaj bomo šli pa igrati, vse v trening so imeli 3-3, kdaj bomo šli pa igrati. Sej jaz tako spodbujam vsem, ne. Sej je lahko že vmes, če uro pa pol trening. Ja, pa se ne piše, da ne smejo že pred zadnje pol ure iti 3-3. Ne grejo prve pol ure, malo več navajanja, malo več stika z žogo, v parih, tako, pa ne grejo 1 uro pred koncem treninga že 3-3 z neko nalogo, pa ne na koncu še vedno grejo v tisto, kar oni rečejo igra, ne. Jaz mislim, moje izhodišče je to itak, čim več skozi igrane oblike. In recimo, ker sem se na začetku malo omenil koncept 10.000 ponovitev. Včasih kakšnemu igralcu pokažeš, pride v 8, pa on že zna pravilno žogo udariti, pa v 9, v 10, on v 0 zna žogo udariti. Zdaj mu jo daš, pa 100-krat udar, pa 100-krat jo lahko v desni zgornji kot zadane, z nartom, notranji, kakor hoče. On to že zna. V izoliranih okoliščinah. Zdaj pa naš cilj, da ga naučimo v sodelovanju, tam ima še enega igralca, klej nasprotnik, tam je še en, skozi mora šprintati, mora gor, dol, vse mora delati in zdaj ne on pod temi pogoji zabije gol. Pod temi pogoji ne pa naredi 10.000 ponovitev. Zdaj 10.000 v steno, jaz imam občutek, da to mogoče, vsaj moja izkušnja je, da igralcev v par treningih nek element, oni ga znajo vsi praktično izvesti. A ga pa znajo v igralnih okoliščinah, to pa nisem več prepričan. In naš cilj je to, da čim prej gremo v igralne okoliščine. In omogočiti, da tam je, vse mi lahko gremo v neko igralno obliko, v 11, v 12, učimo udariti z notranjim delom stopala, pa zunanjim, karkoli. In zdaj znotraj tega, to je že igra, ja, to je neke vrste pepček, igralna oblika, karkoli, lahko še gole dodamo in jim sam damo navodilo, lahko si podajate sam z zunanjim delom stopala. A je zdaj to že igra, ni? Na koncu bomo rekli, se smo uro pa pol sami igrali, ok, mogoče prvih 20 minut ne, pa smo šli pa že v neke igralne oblike, pa še na koncu smo rekli, zdaj pa prosto, 6-6, gol zunanjim šteje pa, ne vem, 5 točk, super, ne? Se pravi, a je to zdaj vodena igra, ali ni, a je prosta, spet ni, mislim. Osnova pa je, no, saj jaz zasledujem, tudi moj nasvet bi bil, osnova pa je skozi igro. Zdaj 10.000 ponovitev v steno, nisem prepričan, da je to rabljeno. Ne, sej, govorimo,
vse mi, če govorimo o nekih izoliranih zadevah, ne, je absolutno drugače, kot pa če si ti v nekem okolju. Ampak vse, ne, neka postopnost učenja ali pa količina, preden bo, zdaj, ko tako karikiram, ne, preden bo otrok sposoben voditi, dvigniti v nekem hitrem teku glavo, pa pogledati svoj cilj in ga zadeti v tem istem teku cilj, ne, bo kar nekaj časa potreboval, preden bo to lahko naredil brez obrambnega igralca, ne, kaj šele potem, da se še nauči pa, da ima še nekoga na roki zraven, pa da ga bo lahko zadržal. Ne vem, moja izkušnja je, ko gledam neko U10, U12, zato že res jim gre, ne, da to že res gleda, da to on dvigne glavo, pogleda, kje ima svoj igralca, gre v dribling, gre 1-1, šutira in v teh pogojih oni že to dobro delajo. In zdaj jaz, ko enkrat to vidim, U11, in oni so to že sposobni delati. Ja, pa res dajmo tega čim več. Če on sposoben v igralni obliki, pa dajmo enega džokerja več, pa ne igra 3-3 z 2-3 džokerji, bo imel toliko večji višek v igri, bo toliko lažje te stvari izvajal. Ne? In če on sposoben, zakaj bi jih pol še nazaj vračali eno fazo nazaj? Če on to že lahko jaz ne govorim, da bi jih vračal nazaj, da ne bo pomote. Ne? Jaz absolutno, če gledam svoje začetke, ne, sem absolutno premalo igral. Ne? In premalo čakal, bil potrpežljiv, ker to tudi opazujem, ne, potrpežljiv, da igralci poiščejo tisto rešitev, ki jo ti iščeš. In ko jo najdejo, takrat jim poveš, ok, to iščemo. Bravo. Skušamo čim večkrat to ponoviti. Ne. Všeč mi je ta nasmeh, zdaj to je bil. Ja, ne, zato, ker je to še ena moja, ne, to je pa res ena od stvari, ki jih pa bi jaz želel isto, mislim, ki jih pri sebi opažam, da jih zasledujem, pa tudi mislim, da je to neka osnova učenja, ne da mi skozi popravljamo kdaj narobe, pa ne zdaj to, pa to, ampak pust in kaj je naredil prav reči, bravo, to hočemo, to. In zdaj on bo takrat si bistveno več naučil, takrat si bo zapomnil, aha, tako moram, zdaj sem malo drugačen, pa je šla, to moram, ne. Če pa mi sam, to ni prav, to moraš drugače, on si zapomni takrat, kaj je prav naredil. Če smo pa ti rekel, bravo, to je to. In tudi kak stoji in vse ostale stvari. Posod. Zdaj, če gledamo midva, kaj ti vidiš glavni problem, rečemo potem, zakaj imamo mi težave mlade igralce priključiti v člansko moštvo? Kje imamo največ deficita? Kaj bi mi morali spremeniti, da bi jih lahko več? A imaš ti občutek, da je samo strah trenerjev, da ne upajo zato, ker so mladi, ali vseeno nekaj manjka, se pravi, da niso dovolj kvalitetni in jih pač zaradi tega ne priključijo? Jaz mislim, da pol niso v podaljških, če se zdaj še to. Pa gremo novo tekmo. Smo v podaljških. Ni toliko enoznačnega tukaj odgovora, saj jaz ga nimam. No, zdaj, če bi jaz vprašal Grabiča, je ne, če bi vedel, da mu ta igralec, njega ni strah. Ne. Jaz vem, da ga ni strah in če vedel, da mu ta igralec ta trenutek lahko igra, da mu vežal kaun zraven, ki je 25 star, pa ga dal igrati, nima to veze. On bo dal sigurno igrati tistega, ko v danem trenutku v njemu boljši rezultat dal. Je pa res, da vsem pa zasledujemo, da včasih pa vsem bo porinil enega, ki je mlajši, pa mu rekel, levo, zdaj tega pa razvijamo, pa gremo naprej, tudi če v kakšna točka manj, tle bomo recimo dali prednost nekomu. Ne. Ni, jaz ne vidim takšnega problema tukaj. Vse mladi igralci, ne strinjam se, da kar ne dobijo priložnosti. Sej, če pogledamo, ti zdi, da dovolj priložnosti? Ne vem, aj dovolj, odvisno, kaj je zdaj merilo, da je dovolj. Ne. Zdaj, če gremo gledati statistiko Bravo ekipe članske, ne, je to ena najmlajših ekip v Evropi. Zdaj, kaj pa dejstvo je, da pač mlajši igralci spet se vrnemo na biološki razvoj, niso še na istem nivoju. Ne. In če še pri članskih se to opaža, še pri članskih vidimo razlike, ne. Nekdo, ki je 27, pa nekdo, ki je 21, se še vidijo razlike. Kako se ne bojo razlike videle prej, ker se pozna v pol metra višine pa širine. Ne. Kako se prenemo. In podobna zgodba je tudi v članih. Njihov razvoj še ni zaključen, niti mentalni, niti fizični, niti tehnični, vsem so oni še toliko več treninga naredili, še 7 let več treninga, taktične sposobnosti, vse to.
In ni, jaz ne rad posplošujem, da je preveč Slovencev, premalo Slovencev v ekipah, preveč tujcev, premalo tujcev, prestari, premladi. Ne rad to posplošujem. Zdaj treba točne številke najti, pa jih soočati. Sem pa prepričan, da ga ni trenerja, ki bi imel 17 let starega igralca, pa bi vedel, da je boljši od tistih, pa ga ne bi dal igrati zato, ker je mlajši. Če bo nekdo dovolj dober, ga bo. Če bi pa zdaj mi rekli, neko politiko sprejeli, mi pa hočemo, ne vem, sam ne vem, kaj bi zares s tem dosegli. Ja, da bi moral vsak enega 17-letnika dati v prvo ligo igrati. Če se vprašamo, kaj je zdaj cilj, a bi to bilo smiselno, ne? Verjetno bi se te igralci prej prodali. Če je cilj prodaja, bi se verjetno prej prodali. Da mi zdaj damo 17 let, da mora vsaka ekipa enega igralca letnik 2005 imeti v ekipi, vsaka članska ekipa v prvi ligi, mora igrati v prvi postavi, vsaj en polčas, pa da vidimo. Verjetno bi se te fantje malo boljše razvijali, malo hitreje, vsi bi bili enakovrednem položaju, ne? Ker pa ne bi mogla ena ekipa imeti samih izkušenih, ena pa 3 mladih, pa bo ona zaradi tega rezultatsko uspešnejša. Ne? Mogoče je pa to zdaj ena od stvari, če hočemo mi porivati v spredje mlajše. Kako ti pol gledaš zdaj na to, ko se pripravlja za naslednjo sezono sprememba, da se U15 pa 17 družite in U19, se pravi, mladinci grejo v svojo ligo? Ne vem, ima prednosti in slabosti. Ena od stvari, ki se mi ne dopade, je igralni čas. Zdaj, dan sem gledal kadetsko tekmo, prvo, ko se je igralni čas podaljšal, zdaj 2x45. Ja, ok, bo kdo rekel, ja, zdaj rabijo čas, da se navadijo. Sam že prej, ko gledam, U15, 2x35 minut, prvih 20 minut je dober fuzbal, zadnjih 15 polčasa je pa že na meji. Ne? In zdaj bo tega še več. Te fantje pač res niso sposobni, mi jim kar isti igralni čas damo, oni še niso na tem nivoju. Zdaj je recimo nivoju. In bo kdo rekel, ja, pa pride v reprezentanco, tam pa reprezentance pa že igrajo 2x45. Ne vem, nimam odgovorov. Ne bom pameten, vsaka stvar ima prednosti, zdaj sem eno slabost izpostavil, zdaj pa to, da oni hodijo skupaj na tekme, pa ne vem, mislim, jaz bolj kot organizacija, sicer vem, da večinoma to vsi vidijo kot res veliko prednost, mogoče se bo dala večja pozornost, verjetno se bo izboljšala mladinska liga oziroma kot neka primavera, ne, bo postala, dodal se jim, to vidim kot prednost, da bojo lahko par posameznikov starejših, da bo lahko nastopali v tej ekipi, to vidim kot prednost, to se mi zdi pomembno. Verjetno se bo tudi U15 nivo malo dvignil, vprašanje pa, kaj bo s kadetsko ligo, bo zdaj zaradi tega kadetski nivo malo upadil, ker bo več igralcev kadetov v tej primaveri igral. V vsakem primeru se bo pa ta U19 oziroma kakorkoli že to bo U20 liga, ne, bo dobila nek višji nivo. In bo to bo zdaj bistveno bolj gledljivo, bistveno več kvalitete bo skoncentrirano v tej ligi. Medtem ko U15 bo pridobila, ne vem, nisem prepričan, pa kaj to pomeni za kadetsko ligo. Jaz imam samo en pomislek, ne? Mene zanima, kaj se bo zgodilo z ekipami U15 v nižjih rangih tekmovanj in U13, ne? Kjer je tista največja baza trenutno. Ne? To je največ ekip, največ otrok je vključenih še, ne? Zdaj, po moje, zna biti kar pestro. Mi kar mislimo, da je pa to nek razpad. Ne bojo kar propadle te ekipe, ki ne bojo več v prvi. To bo zdaj ratala neka močnejša druga U15 liga, ne? Če sem jaz prav razumel, bo šla na vzhod, zahod, tega prej ni bilo. Mogoče bo še celo več klubov pod tem okriljem U15. Zdaj bojo pa to kot neko primerjalno prednost. Tudi te klubi prodajo, ne? Zdaj neka ekipa, ne vem, bom rekel Škofja Loka, igra v ligi U15 in zdaj to za njih, oni niso več v MNZ, zdaj so oni U15 zahod, bojo lažje noter ostali, vsem bojo imeli boljše tekme, ker zdaj lahko ta ekipa igra 1 leto, 2 v ligi U15, pa pol izpade. Vprašanje, če je to res dobro za njih. Ne? Res je, da se bo skoncentrirala neka kvaliteta. Samo vprašanje, a se v U15 zdaj, ker bo enotna liga, skoncentrirala kvaliteta, ali se bo fizika. Ne? To je pa zdaj vprašanje, a bojo tisti... No, res je, ne? Ker to še najbolj pride do izraza pol tudi v kadetih, ko večinoma so to igralci vsi izhodni kadeti. Ne? Če hočeš, da ne izpadeš iz lige, igraš z izhodnimi kadeti. Ne? Ja, to je tudi ena od variant. Ja. Ok, daj mi reči,
kaj je tvoj glavni cilj ob tem, da se boš zdaj francoščino začel učiti, ne? Kje ti vidiš, da potrebuješ nadgradnjo, kam se boš usmeril v svoj lastni razvoj? Ali nimaš časa? Ne, časa je dovolj za takšne stvari vedno. Povsod, predvsem pa vidim tako, ne, da lahko ogromno dobim, če si pogledam trening ali pa tekmo v živo, da si grem pogledati, zdaj imamo ogromno tujih ekip v Sloveniji in ta trenutek in prejšnjih mesecih, ko prihajajo sem na priprave, že da greš pogledati različne trenerje, tukaj potem lahko ogromno dobim. Predvsem pa imam občutek, da v sami igri čist taktične rešitve, odločanje, pa potem tudi rešitve različnih trenerjev, ki imajo različne koncepte, zakaj se nekdo tako odločil. Predvsem pa, ko grem potem to gledati, jaz se na ta način poskušam največ dobivati. In ko to vidim, je pa zdaj to, ne, jaz recimo pred časom sem bil v akademiji od Southamptona, pa predtem še v Atletiku Madridu. Jaz, ko pridem tja, ko pridem nazaj, jaz nimam zdaj odgovorov, jaz imam samo še več vprašanj. Ne. To je neko, in ista stvar je zdaj, lahko gledam, ne vem, nek Salzburg, trening, tekmo, karkoli pogledam, pa zdaj ne prijem, to je pa zdaj to. Ne. Sam v bistvu na koncu pridem še s težjo glavo. Še več vprašanj. Ja, še več, dejansko več, vsakič imam več vprašanj. No. In to je, na koncu pa se mi zdi vseeno. Več teh vprašanj, kot imaš, bolj na koncu tudi vidiš, da moraš pa vseeno paziti, da se ne zaciklaš. Da vseeno na koncu imaš enostavno svojo idejo. Da je tvoja ideja enostavna, znotraj tega pa vidiš vedno več rešitev. Če se primerjam danes, pa pred 5 leti, ko sem prevzel selekcijo v 15, jaz danes v igri vidim precej več nekih stvari, pa jih poskušam popravljati, pa igralcem polagati, kamorkoli že, jih učiti. Precej več stvari vidim znotraj igre, kot sem jih pred 5 leti. In to pa vidim prvič skozi pogovor z različnimi trenerji in tistimi, ki delajo s starejšimi ali pa mlajšimi, ali pa na višjem ali pa na nižjem nivoju, skozi pogovore z njimi, pa že samo skozi opazovanje. Kako delajo, kaj delajo, gledanje tekem. Na ta način, jaz mislim, da lahko ogromno dobimo. In potem to vidiš v igri. Tako, mislim, da je mogoče to z moje strani. Čim več taktike. Pa ni to taktika, spet ne da se predalčkati, ni to taktika. Karkoli se pogovarjamo, je to vse fuzbal. Ne moramo reči, to je samo taktika. Pa z napačno nogo, pa bi tle bilo božje z drugim delom stopala, pa je slabo pripravljen. Vse to je vse, ne. Meni se zdi, da je to vse na koncu, da se ne moramo reči, to je taktika. Edino, če rečemo, da je nogomet taktika. Te je kdo od igralcev do zdaj tako, kar si jih treniral, tako ekstra navdušil z odnosom, performansom, da ti je ostal v spominu? Ja, sem ne vem, če jih lahko imenujem. Zakaj ne? Ne, vsako sezono je kakšen, pa ne celo več, 3, 4 so. Jaz imam to srečo, da delam v klubu, kjer so fantje večinoma vsi z glavo, da bi želeli biti profesionalci. Ja, eni so potem, eni preveč sanjajo, ampak vsaki sezoni pa od 16-17 fantov jih je 5, ki delajo vse, da bojo jutri profesionalci. Oni bi naredili vse, kar jim rečeš, ne. In je v vsaki ekipi praktično nekaj teh posameznikov, ki rečeš, to je pa zdaj zgled, ta fant pa ima in neke vodstvene sposobnosti, vse bo naredil za to, da bo uspešen, vsak dan bo živel za to. Pa imaš kaj tajega, ko si ga treniral, pa je zdaj na top nivoju, pa veš, zakaj je tja prišel, rečemo, no? Tako bi ti jaz rekel, ne vem, Bojan Jokić, me razumeš? Ja, razumem. Delal sem z njim, nisem ga jaz ustvaril, da ne bo pomote, ampak ti rekel, ampak veš, da te je impresioniral z odnosom, z delom, z načinom razmišljanja. Da bi zdaj, jaz sem z malo mlajšimi vsem začel, da še niso na tem nivoju, bojo pa mogoče v naslednjih letih, so pa zdaj se prebijajo, recimo eno od takšnih je Nikola Jovičević, ali pa zdaj Gal Puconja, to so fantje letniki 2003-2004, ki se zdaj prebijajo v članski nogomet, v reprezentancah mlajših uspešnih. Mogoče
ampak to so vse, jaz mislim, da te vsi, ki prihajajo noter, pa redko kakšen je takšen, da ima slab odnos. Redko kakšen, vsi so tam zaradi odnosa. 99%. Vem, da bo vedno nekdo rekel, ja, kaj pa ta pa je vedno bil len, ja, sem od 100 jih je 99 delavcev. Če ne, niso tam. Če ne, problem je, ker sem jaz videl že 100 talentov, ki so slabo delali, pa jih ni blizu. Ne? Pa jih bomo danes našteli, pa rekli, ja, kje pa je ta, tega pa ni. Ja, valjda ga ni delal. Že 5 let ne dela. Ne? In na koncu odnos je pa vsem tisto, kar jih pa tudi mi moramo od U9 pa od U8 naprej učiti. Odnos. Na koncu je odnos do dela, do treninga, do soigralcev, to se vse povezuje. Ker moj občutek je, da redko kakšen igralec s slabim odnosom daleč pride. Redko kakšen. Lahko rečemo, da je to tudi sporočilo za igralce. Če želijo igrati nogomet. Ja, samo oni tega itak ne poslušajo. Bi bil presenečen, po moje. Po moje, tvoja ekipa bo cela to preposlušala. Ja, upam, da ja. Ker pa ta moja ekipa, tudi če ne bo poslušala, letošnja so res pridni. Ja. Lahko bi bili brez trenerja, jaz bi jim sam postavil vaje, pa bi oni super oddelali. Ja, sam je še. Tist na konc, sol pa poper, ne, pa še kakšna čarobna začimba zraven, ko jo rabijo. Kaj bi pa staršem sporočil? Da ne sam vztrajajo na ta način. Jaz nimam nič slabega za povedati. Ker večinoma vem, da bojo vse naredili za svojega otroka. Zdaj pa mogoče včasih bojo bolj potrpežljivi. Predvsem tisti, ki so imeli pri 15 talenta, pa reprezentanta, da je to še zelo daleč od tega, da se v pri 17 prodal v tujino. Ne? Čeprav vse na koncu časih, tudi če jim zdaj jaz še ne vem kaj povem, na koncu samo lastna izkušnja jih nauči. Običajno tisti, ki imajo 2-3 otroke, pa pri drugem, tretjem že vejo, kako gre. So že malo bolj mirni, kaj? Ne, ključno je pa to, da so potrpežljivi, da ne gre to čez noč. Da sploh pa ta prehod v člane, da je to že, recimo, jaz mislim, sta 2 težka prehoda. En je iz U15 v kadete, en je potem iz U19 v člane. Ne. Sploh zato, ker eni U19, a pa so eni kadeti, so že malo priključeni članom in zdaj so eni ostali užaljeni, ker še niso, počas. Ja, en je že ta trenutek, en bo pa čez 4 sezone. Ne gre to hitro, počas. Ne. Vsak v pravem času, ne. Predvsem pa... Kaj ključnega pozabila? Kaj ključnega? Veliko stvari, ne. Prijetno, ja. Veliko stvari bi lahko še zarila noter zelo, ne. Ok, ampak vseeno, midva smo proti konc tekme, tako da jaz mislim, da smo en kup stvari odprla, nekaj stvari mogoče odprla za diskusijo za naprej, nekaj pa za idejo, kako mogoče razvijati naprej. No. Tako da to je tudi, upam, da je res ta naš primarni cilj, ne, da poskušamo diskutirati, debatirati, pa odpirati možnosti napredka ali pa iskanje rešitev. Upam, da je kakšna nova ideja ali pa problem se ti pojavil. Ja, verjetno novo vprašanje. Ne? Skozi tale pogovor. V glavnem, hvala ti, da si bil moj gost, upam, da si užival. Sem zelo, pa mislim, da bi to še trajalo. Lahko midva še pol ostaneva, pa mogoče kak replay naredima čez kako leto ali pa, ko boš ponovno prvak ali pa ko boš ugotovil, da vse si delal enako kot prejšnjo sezono, sam nič ni bilo na koncu tako, kot si pričakoval ali pa tako, kot je bilo prejšnjo sezono. Jaz bi želel, da bi ne takrat bil povabljen v intervju, ko sem prvak, ampak takrat, ko mogoče pride kakšen igralec od teh, ki so danes v 15, pa bo čez 7 let reprezentant države, pa bo uspešen, pa ne bo takrat Igor Fenko, bo prical rekel, ja, od tega si pa ti imel, pa mi si rekel, ja, malo sem pa res pomagal zraven, da je tam kjer. Pa nisem te povabil, zato ko si bil ampak moram reči, da se srečujemo, se poznamo nekaj let zdaj že, ne, pa mi je všeč pač pristop, način tvojega dela, tudi mislim, da so tvoji šefi zelo zadovoljni s tabo, tako da všeč mi je tudi, ker pač ne skopariš z mnenjem
To je pač vseeno bistveno. Ne. Tvoje mnenje ne sme ogrožati nikogar drugega, ne, ampak je samo tvoje mnenje. Če se pa kdo počuti ogroženega, pa je njegov problem. Ne. To je postala moja filozofija. Včasih sem se isto tako malo sekiral, kaj bo pa on mislil. Ne. Ampak Jaz ne povem vedno vsega. Še prešparaš. Ja. Okay. Dobro, lej. Hvala ti, jaz še odpiskam, pa malo mi še ostan, prosim, vseeno od zadnji, da še bomo pol nekaj posnela. Ok, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, YouTubeu in še verjetno kje drugje. Še enkrat sledite nas, všečkajte, povabite tudi koga, ki bi ga lahko zanimal naš podcast. Tako da še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav.